No, zdaj pa lahko. Evo. Je nič, živijo, ne? A je to zdaj tako uradno? Ja, kva pa? Ja, sem videl, da sva že začela. Ja, sva začela, ne? Ja. A pol začneva, ker tam je bilo zanimivo, z definicijo, kaj je to biti pisatelj, A ja, po tvojem mnenju. Jezus. Ja, to si zdaj tako malo pograbil, ne? Prej sem rekel in zdaj si pograbil in zdaj, ne? Ja, ker se mi zdi ful zanimiv, ne? Ja. Ja, to je ena stvar, s katero se jaz, kot sem ti že prej rekel, dosti ukvarjam, ne? In ker pač meni so izdali en roman 2007, enega v samo založbi 2015, pa zdaj se menimo, ne, tam z nekimi založniki, tudi da bi... To je del tvoje trilogije. Ja, da bi ta tretji del, da bi ga skupaj spravili nekje mogoče. In ja, ne, in ta vprašanje, ne, jaz na srečo sem v tem smislu prisluhnil tudi mnogo pametnejšim od mene, ne. Torej bi rekel, ne vem, ljudem, ki so in avtori in uredniki tako 30 let ali pa 40 let, ne, tako, ne, in kaj zdaj to je in tako, ne. Ampak zame je tako, ne, dve opciji sta, ne. Ena je ta, da napišeš nekaj, ki se res dotakne ogromno ljudi, ne. Tako, kot sem rekel, Dan Brown ali pa Vojnović, čeprav Vojnović bi pošizil, če bi ga v isto košaro z Danom Brownom dajal, ne. Ampak tako, no, nekaj masovnega ali pa ne vem, kaj je ta, teh 50 odtenkov sive, ali počasi, ki je bil tisti Kirst, ali pa ne vem, tisti, ki bo serijevna Angelika, ne vem, se poroči, pa ne vem, kaj pač, ja, ne, človek je to šopal, ne. In jaz mislim, da to lahko rečeš, da ja, pa še živi od tega, ne. Ja, vse. Ta druga opcija je pa, da napišeš nekaj, ponavadi to po moje zdaj kakšen ta, kako je ta postmodernistični roman, ali ne vem, že faza naprej, ne, ki je tako kompliciran, ful, pa ima neke hude reference noter, pa ga razume recimo v Sloveniji, ne vem, 30 urednikov, pa 300 ljudi, ki to ful berijo, ampak njim je to genialen preskok in se tudi ful prevaja v te druge jezike, za te druge mikrodružbe, ne. Tist, ne, tudi kot sem pa že rekel, preden sva začela, ne, da pa oddaš od sebe 250 strani in daš to pač tam enemu stiskat in izdaš, ne, in zdaj sem pa pisatelj, ja, zame pač nisem tako oprost, ne. Ja. Ampak tako, ja. Tako pač neki taki dve vrsti standardov, ali da se dotakne ljudi, ali pa da je po mnenju stroke nekih ozkih krogov pač to huda stvar. Ne. Skratka, neko težo mora imeti. Tako, neko težo mora imeti, tako, ja. Ker si rekel 2.7, si izdal prvo knjigo. Somijo, tisti ni bila samo založba, je prav založba Goga bila takrat. Aha, no. Ja, to letos bo 10 let. Ja, 10 let, tako. No, pol moraš le tretjo. Pišuka, mislim, to je tako, no. To je zdaj malo ven mojih moči, bom rekel, ne, vsekakor pa na tem delam, ne, namreč, ko sem izdajal ta drugo, to je bila dejansko samo založba ta druga, ne, in bilo veliko dobre volje in moj cash in tako, in fajn minus sem naredil. Ja. Fajn, ampak mi ni bilo nič žal, ker to je zame tako en hobi, bi rekel, a ne. Tole pa zdaj bomo pa videli, no, ja, želja je, imamo enega, no, ko se pogovarjam z njim kar resno, da bi to zadevo lepo sfinanciral, da bi izdal, da bi naredili tudi marketing, propisni in vse tako, no. Hudo. Ja. Koliko je pa, a imaš kaj vpogledal to, koliko je prvih knjig, ne vem, se prodali, koliko jih je v knjižnicah, ali koliko jih je tako, ali... To so me dostikrat spraševali, ne, pa sem glih zadnjič eno zanimivo stvar pogledal, pa lahko primerjava, ne. Kar se tiče prvega dela tega Anor Kat romana, je od leta 2007 bilo izposojenih, mislim, da 2,5 ure. A res? Ja, nekaj tacka. To je veliko, ali ni? Ja, imam neke zelo čudne informacije o tem, a je to veliko, a to ni veliko. Enkrat sem po Kobisu iskal neke podatke in nikakor se nisem znašel, kako zdaj to najti, nekaj za knjižnično nadomestilo. In kličem v knjižnico in tam je usmerjen nek knjižnični center, ki ga očitno ima naša država v Mariboru, in dobim tam eno tetko, ne. In pravim, to pa to iščem, in ona tam nekaj gleda, pa tako, to je pa kar izposojeno. Jaz tako, če ona pravi, da je to kar izposojeno, pa je to izposojeno. Je pa tako, bom rekel, ne. Recimo, sicer ni isti časovni razpon, ampak zadnjič sem pač gledal za Hec, ki je tale, to noč sem videl, ki je Kresnika dobil ta roman. In je bil izdan 2011, ne, in 2011 do 2016, 2017, torej 6-7 letih je bilo recimo 23,000 izposojen, ne. Je pa, če gledaš moj romančič, ne, ki je nek fantasy tam na zadnji policiji spodaj pod stripi, ne, ali pa ta, ne, mi je to razmerje zelo všeč, ne. Ja. V bistvu sem zelo zadovoljen s tem, ne. Ta drug roman, nadaljevanje,
tega ta prvega je pa, kaj bi rekel, malo izposojeno, mislim, ne vem, mislim, da je v dobrem letu, 2 letih bo zdaj, no, ne vem, 400 izposojk, 450, nekaj Ja, takega. cool. Mislim, vse bere. Ma nekaj se očitno bere, jaz točno ne vem, kdo to bere, No. ampak če uživa, super, ja. Sam jaz se spomnim takrat, še preden si ta prvo izdal, Ja, ker si še pisal, po mojem, ali pa jih končal, Ja, ali pa ne aha. vem, še urajo, pa ne vem, kaj vse. Mi je bilo tisto pizda. Prav človek se je knjigo spravil napisati, ne. Tako, človek, ki ga jaz poznam, se je spravil knjigo napisati, pa še tako. A veš, jaz sploh ne vem, kjer žanr je to, kaj je to, fantazijski roman. ja ali fantazijski, kaj v je to bistvu temni fantasy bi to bil, dark Aha. fantasy imajo v tujini za to ime, ne. A pa pri nas je sploh kaj, bi rekel, a veš, kaj placa za slovenske avtorje na tem področju? Ne. Ni, ne. Ne. Imamo kar nekaj korenjakov v samozaložbah, ne, ampak to, kar se izdaja za nekatera ta dela, je en zelo prekaljen urednik, ki ga jaz izjemno spoštujem, rekel, da so nekako na meji neberljivosti. Ne. Aha, To je pač tako, človek se usede, mislim, prvič, človek se usede in on ne bere. Ne. On ne bere, on ne mara knjig, ne, mogoče bere, mogoče kdaj prebral, ne vem, ene par teh fantazijskih, pa še to angleških recimo, ne, Ja. tako da nima jezika, nima skladnje, zgodbe ne obvlada, ne, in potem se on odloči nekaj revolucionarnega napisati, ne, in potem, ko to dobi nekdo v roke, ki je pa prebral recimo, ne vem, 150 knjig na leto, tako kot nekateri ti uredniki naredijo, ne, pač reče, ne, tak človek reče, lej, ta tvoja fabula je, ne, to je bilo že tam leta, ne vem, 1904 je Žil Verne to prvič ven dan. Mislim, da se Žil Verne je verjetno še prej ne. Ja, še prej, ampak tako ne, nič svežega, nič novega, težko preljivo. Čeprav moram priznati, da enkrat mene ta samozaložbe pa to lahko pa naletiš tudi na kakšen tak biserček, ne, ki je tako slab, da je že dober. Ne. že zaradi tega, ker je Ja, tako jaz sem enkrat, to moram prav povedati, enkrat sem bil v knjižnici in tako gledam ena knjiga, taka na mehke platnice in ne vem, neki naslov, ne vem, Aleksandrina izbira, ali nekaj takega, tako je, ne 110 strani bilo, veš, ne. Jaz ti začnemo brati, ne. Jaz sem se skoraj začel krohotati v knjižnici, ne. to slab napisan. Ja, avtorica neka, ne vem, 16-letnica iz Primorske in pač očitno, ne vem, nek malo bolj premožni očka, ali pa tudi ne, se to ni, to je 2 Jurija recimo pride, ne. Aha. In to izdal, ne. In jaz sem to knjigo prebral, ne. In to je bilo noro, jaz sem umiril, tako, a veš, ti imaš 110 strani in tam nekje na 90. strani se ženski zgodi spontani splav in temu nameni tako en odstavek. In potem gre naprej, a veš. Kaj da ni nič. Kaj da ni nič, ne. Ali pa recimo vse, s čimer se junaka prehranjujeta, so rogljički, ne, ker ta malo očitno hodi v srednjo šolo in fulma rada ta junk food, ne, in te glavna junaka, ker se stara, ne vem, pa 20, pa 28, skozi jeste rogljičke. A sta francoza. Ne, ampak tako ti staviš v ta čip rogljički z Mercatorja, to je to, veš. Ne. Tako da jaz sem res užival pri tisti knjigi, ampak so pa, se mi zdi, vse redki taki slabi biser. Tako, ja. Ampak evo, izstopa, ne. Zame ja, ne. To me je zadnjič ena kolegica, ki zelo rada bere fantasy, pa to ne, jaz imam tudi določene, bi rekel, te svoje literarne fetiše, ne, ki vem, da so za nič, ne, vem, da je za nič, ampak mi je všeč ful, ne. Aha. Staja ena trilogija, ne, ki bog se usmil, ne, Kamigawa se imenuje, ne. Ja, In to je tako, ne, obstajajo te karte Magic the Gathering, ne. ja, poznam. Vsakič, ko pride nov set ven, ne, napišejo zraven še roman, ne, ali pa 2 ali pa 3. A dejansko? Ja. In enemu temu setu, japonskem Kamigawi, so napisali 3 romane, ki so pa meni tako všeč. In tako, na Goodreadsih sem jim dal tako, od 1 do 5 sem jim dal 2. Sem rekel, lej, če si normalen, ne moreš dati temu več kot 2. Ne. Ampak meni je to tako top, jaz sem 2-krat prebral to trilogijo, pa Res? še po mojem, ja. Pač živi liki, akcija, ne vem, na vse te prave strune nekih teh geekov špila, ker sem tudi jaz geek. Ne, tako. Ja. Ja. A pa ima pol to prav tako geek nišo, v smislu, a veš, ne vem. Ja, sej, seveda ima, bi rekel, pri nas in tujini so niše, a ne, ampak pač niša v Sloveniji pomeni recimo, ne vem, bom rekel, Desa muk. a ja, ne, ona Mladinske je vzgojne knjige. mainstream, ampak niša recimo za fantasy, mislim. Aha, recimo. aha, ok. Ampak mogoče ne glih samo literaturo, ampak tudi na mizni igre pa te stvari.
To pomeni pač, da imaš lahko eno trgovino v Ljubljani s tem stvarmi, recimo, a ne? Pa ne vem, 2500 odjemalcev, ki mogoče enkrat na let nekaj kupijo. Ne? Ja, Niša, enaka v Kaliforniji, ne? Je pa pač krat 100. ja, A ne? jasno. In to je to. Ne? Ja, tako. Tako da ja, niša je, ampak je pač pri nas tok pikolo. Ne? A se ni nekaj tvoje tudi prevajali? Ali ne? Ne, nič se ni Kako pa prevajalo. je s tem? Da, mislim, a sploh imaš to opcijo, ali to spet pomeni, da in toliko denarja, toliko in toliko pravega folka najdete, da ti prevede, pa pol to plasirati na tuj trg, ali kako to sploh gre? A veš v smislu? Ja, če si samo založnik, po mojem, moraš zbrati ne 6 jurjev, recimo, za ene 250 strani. Pa po mojem tega ne moreš kamor več plasirati v tujino. Pač, ker nimaš res, ker nisi založba. Ne? Ja. Razen če greš sam na, ne vem, na sejem, tale, ki je v Nemčiji, pa je v Frankfurtu, ne? Pa tam s tem težiš, ampak Sam imaš itak to je tako. toliko malo šans, da... Ja. Bolj nekaj, ja, ne. Enkrat je Miha Macini razlagal, kako to poteka v ZDA pri teh založbah, ki imajo pač na tisoče in tisoče rokopisov, ne? In potem imaš te, bi rekel, hlapiče urednike, ne? Ki to prebirajo, ki neumni. Ja. Potem je pa en njihov nad njimi šefič, ne? Ki hodi okoli, ne vem, in vzame kakšnega zanimivega in ga pogleda, ne? In pol, če se veliko čejo poklopi, nekako priješ do tega, da sploh nekdo, ki je relevanten, recimo, to bere, ne? Ja. Drugače pa tako prevod, mislim, meni je tako malo, ni mi prevzetno vprašanje, ampak občutek je en tak občutek dobim ob tem, ne, lej, to je moj prvi roman, ne. Za moje pojme napisan slabo, ne. Ja, no. Pač je lahko simpatičen, ampak je napisan slabo, ne. Da bi rekel, zdaj, to je res tekst, za katerega želim, da neka tujina, da ga bere ali ne. Ali ne vem, v njem uživa, ne vem. Čeprav zadnje čase, ne, sem dosti gledal, a ti poznaš tega Lovecrafta, ki je ta Cthulhu mitos pa te zadeve pisal. Čist nič. No, enkrat si pogledaj, Gigerja poznaš, ki je Aliena oblikoval. Čist nič. Tudi ne, ok. 2 referenci, obe sta mimo. No, ampak ta tip, ne, ta Lovecraft je napisal kar precej kratkih zgodb in nekako, ne vem kdaj točno, v 90-ih ali kdaj, mislim, že skozi je nekako vlekel občinstvo nase, umrl je zelo nesrečno, zelo malo on je umrl, ne vem kdaj, tam mislim, da je 29, nekaj takega, pred drugo svetovno vojno, ampak ko so recimo delali intervjuje, ne, dokumentarci, in v okviru dokumentarca intervjuje z sodobnimi avtorji na to temo, tudi hudimi, ne vem, Gaiman je bil recimo noter, nekaj tak. Ne, je zabavno, ker so naleteli na vprašanje kakovosti teh tekstov. Ne. In se Gaiman tam krivi in ga zvija in tako, jaz si zanimiv, ampak potem tako lepo diplomatsko reče, veste, za sodobno literaturo, ne, ima to ful preveč pridevnikov, ne, poplavo nekih stvari in ponavljam, da pač, da dobiš čir na želodcu, ne, od tega Eldritcha, ne, ker tam vse noti neki Eldritch sem, Eldritch tja, ne. In vendar ima to veliko fanov, ne, ali pa ne vem, Robert E. Howard, ne, ki je napisal Conana, ne. Jaz sem enkrat leta nazaj se končno odločil, imel sem malo keša na strani in sem, ne vem, prek Amazona ali kaj naročil 3 njegove romane, ne, tiste. Sem rekel, to je to, jaz sem Conana nabral tam od začetka osnovne šole, te hrvaške stripe, to odlično. Jaz to berem, to je glupo kot točak, mislim. Tip se zbudi v eni taverni, tam se z eno bejbo zaplete, pol bejbo ugrabijo, dirka za njimi, spleza v stolp nekega temnega coprnika, se tam z njim stepe, pol pride velik pajk, šum ga pajka na tepe in pol, ne vem, bejba pade skozi okno in on vrst nesrečen gre spet ga pit naprej, ne. Mislim, a veš, grozen je, ne, če to primerjaš, ne vem, da vzameš iz vsega tega Howarda 10 strani ali pa Martina Dons, ne, mislim, lejno, to je kot Mercedes S ali pa Jugo brez opreme, ali. Ja, grozen je, ne, grozen. Tako da tle nekje, ne, ja. To je pa dobra primerjava. Ja. Si ne mislil, da je taka razlika dejansko? Ja, vzameš, ne vem, eno zgodbo ali pa to pač se je tudi, ne vem, Jules Verne je napisan za današnje standarde ful nerodno, ne, mislim, tako elementarno, osnovno breko, ne. Pač, in to je tisto, ne, ko nekdo pride, ker recimo drugače ne piše, pa je prvič spisal, ne vem, neko zgodbo 50 strani ali kakorkoli,
To je zdaj neka zadeva, ki je zorala ledino, to je čisto inovativno. Ne. In on tako malo lista, ne, nekdo, ki to pozna, pa se sam malo lahko nasmehne, pa reče, ne, lej, ne, pa je nekakšno delavnico kratke zgodbe ali kitajskega. Pa misliš, da je to prevzetnost, pa oni so v nekih slonokoščenih stolpih avtoritete. Ne, stari, za naci. Ja, za naci, lej, sorry. Mislim, mogoče imaš potencial, ampak ga moraš pilt, ne. Kakera koli druga reč, ne. Ker si tak posod za nič na začetku. Ja, točno tako. Noben, ne. Tudi ne vem, za razlika od tega, ker ljudje mislijo, ne vem, joj, ta je pa toliko talentiran za glasbo. Če na on cele dneve vadil pa igral, pa to delo 10 let, ne bo dober. Ne mora biti nekako. No, pop te pa vprašal v bistvu, ne, ker to je pa tudi eno izmed vprašanj, ki mi jih je kolegica, ne, te vprašam, kako v bistvu sploh začneš pisati, v smislu, a veš, ne vem, imaš recimo željo, jaz bi pa nekaj napisal, ne, in pol, kako se sploh lotiti, da dejansko to nekaj rata, veš, da ne napišeš ti, ne vem, 3-4 strani in pol te mine, ne vem, moraš imeti celo zgodbo že v glavu, ali kako like razvijaš, imaš vse like že v glavu, ki so pol v zgodbi in, a veš, kako sploh. Pa kaj je tle bolj važno? Je tle bolj važno sam disciplina, da ti res od začetka, ne vem, zdaj sem pa usedel, pa bom pisal in to delaš, ne vem, recimo en mesec tako po regalcih, ali je bolj to, da ti najprej zgodbo razviješ v glavu, si neke oporne točke napišeš, pa pol pišeš takrat, kad ti sede. A veš. Oziroma, kako je to pri tebi, kako ti to delaš? Se verjetno folk različno to dela. Ne? Ja, kakor jaz tem folk to zelo različno dela. Ne? Eni grejo na inspiracijo, eni grejo zelo na disciplino. Ne? Meni je en pač, ne, zelo velik vzornik, največji, bom rekel, Stephen King. Ne? Tako. On pač dostal na dan cirka 2500 besed, kar pomeni, da piše na 8 ur. Ne? In dostal pomeni, da teh 2500 napiše, prebere znova, pocahna, ne, medtem ko recimo Martin, ne, pa prav tako, nimaš dneva, to enkrat je bil ful dober intervju bil, ko ste bila oba, ne, prav Martin, ti nimaš dneva, ne, Steven, ko bi napisal en stavek in potem, ne vem, raje surfal po netu in ne vem kva, in on tako gleda, ne. Ne, in to je meni tako, ker to je tako, veš, prej si zelo dobro rekel, pri vsaki stvari si slab na začetku. Ne? Lahko imaš talent, ampak ne, pač to te na dolgi rok te ne reši. Ne? Ne, itak. Ja. Tako. Ne, in to me dosti spominja na jaz sem svoj čas karate treniral, 5 let, in jaz sem bil zelo tako, ne, da ko mi nekaj šlo, sem rad veliko spraševal, pa debatiral, pa tako, ti zbluzil, zamegljeval, veš, veliko megle spraševal, zdaj bomo tle debatirali pol ure, ne. Ampak smo jih hitro zatrli. In je bilo sem tisti, peš se takole naredi, pa tako se stoji, pa sklece, pa spet, pa spet. In to, a ti gruntaš ali ne, ali kva, če nisi tako eden na 10 milijonov, bo prvi material, ki ga boš dal drog, res kakac. Ja, tako, zelo dišeč, malo vse kadeč. Tako, ne. In jaz mislim, da je pač važno, da pišeš, pa da daš, mogoče ena fajn stvar, da daš folku to za prebrati. Kar je pa druga velika težava. Ne? To je malo dvorezno lahko, ne? Pa mislim, da je kar enorezno, ima pa več potegov. Zakaj enorezno in zakaj več potegov? Enorezno zato, ker ti boš dal to recimo 5 ljudem za prebrati. Ne? In ena stvar, ki je slaba, so tisti prijatelji, stari meni je to v redu, meni je fajn. Ja. Kaj pa take motil, ne vem, meni je kul. Ja, dobro, to je brez veze, ne? To ne pomaga. To je brez veze. Pomaš pa one druge 3, ne, od te paterice, recimo, ki so pa tako edni tist, jaz sem prebral, sem pol strani, ne vem, ni mi, zakaj, ne vem, ni mi, ali pa tist, ne vem, težko ti to rečem, ampak to ful za nič. Zakaj za nič, ne? Ne vem, jaz to ne morem, jaz sem den Browna rad berem. Tako, ne? Totalno nekonstruktivni feedback. Ja. Ampak fora je v tem, da so to že tisti osnovni feedbacki, recimo, ta prve 2 mogoče v redu je nista bila kul, ta druge 2 pa če dost vrtaš, ne, pa zakaj ti ni bilo rejo, pa ti bom pa rekel, pa ta tip mi je tako zoperen, ki ga tle opisuješ, ne. Pa zakaj ti je zoperen? Zato, ko on ne bi nikoli tega v resnici naredil. In to je že prvi kos kritike, ne.
Ampak, ne, jaz, recimo, ko sem izdal, ko so mi izdali prvi roman, ne, in sem dobil eno kritiko, uradno kritiko v časopisu, v Bukli, ne, in napisal je Aljoša Harlamov. Ne. Ja. On je tako naš težko kategorc literarni, torej Aha. urednik, tako tisti po Na propis nivoju. ima doktor iz modernega romana ali postmodernega, modernega, mislim, da je slovenskega. V glavnem tako, respekt 10 od 10, ne. Ampak jaz ti povem, jaz tiste kritike nisem mogel v celoti prebrati po moje 2 leta pa pol, ne. Jaz sem tako prvi odstavek, ne, in prvi odstavek in a veš, vsake toliko časa me je ta hudič spet najdel, ne vem, na Facebooku, ne, ta kritika, Ja, ta, ja. a veš, tako, ne, po Bukli so neki tako, a veš, žge, a veš, ne. V glavnem, jaz sem rabo full cajta, res po moje 10 let, da sem sploh poštekel, koliko je odziv in kritika veliko vredna. Ne. Aha. In pri tem romanu, ki se zdaj menimo, ta fantazijski, ta tretji, jaz sem recimo dal prebrati to zadevanje 6 ljudem, pa ko sem imel prvi osnutek, ne, in sem, to lahko povem, ne, kakšen je bil ta odziv, ne. Jaz sem recimo enega tipa, ki je prevajalec in je tako mozak ful, ne. Mu daš tako 15 konceptov, mu razložiš, kako so povezani, vse v pošteku. In on je bil v bistvu eden najslabših bralcev. A? Zakaj? Ne vem. Ker je zelo kompleksen in slabo napisan tekst čist po šteku. Aha. Jaz sem videl, da on v globino razume ta roman. Ja, ja. Ampak to ni tisto nekaj, kar bi bilo prijetno za prebrati. Ja. Ali lahko. Ja. Mi je pa ful pomagala recimo kolegica, ki je rekla, lej, 50 strani sem ti popravila, več pa ne morem. Mislim, to je, ja, to je groza, lej. To podredja, urinjeni stavki, te, ne vem, kva so levi, desni prilastki, tako tist ozirajoč se je sklanjal medtem, ko nič ti ni jasen, kva se dogaja. In recimo na podlagi njenih pripomb, ko so bile samo za prvih 50 strani, sem cel roman tako ful razsekal stavkov, pa tudi so nekaj brljivega sprava, ne. Zdaj je pa še pri enem bralcu, ki pa je tudi, tako bi rekel, za to trotl ziher verzijo, ne, in tudi tako se šlišva, kdaj pa to nekaj še popravlja in tisto tako, lej, ne vem, prav, včasih 10 minut gledam odstavek, kva je to, kva se hotel povedati, ne. Ampak fora je v tem, da po teh mukah, ne, dobiš spodoben tekst, ne. Ja. Ne. Ker je pa itak cilj. Tako, pol je pa še vprašanje, kje je še tist, ne, to je eden teh očitkov, imamo v prvem romanu, da se liki ne razvijajo, ne. Čeprav jaz tle zato ta očitek mi niti nič neki ne seže do srca, bom rekel, ker pravim, zakaj bi se mogli vsi liki vedno neki razvijati? Ja. Zakaj mora biti Harry Potter na koncu Potterja bolj tak in bolj drugačen, ne vem kaj. Kaj pa, če je Harry Potter 40-leten izdelan tip Tako. in se ga niti nič kaj dosti ne dotakne? Ja, mogoče zato zdaj je malo bolj dolgočasna. Mogoče. Pa ni, ne? Ni rečen, ne. Ni rečeno. Tako, ne, ta rast likov, pa ne vem, pač vsak lik mora biti Frodo, ne vem kva, ne vem. Ja. Game of Thrones gledamo recimo, ne vem, tle so tudi, ne, velike teh odraslih, zrelih likov, ne vem, če gledaš kakšno Cersei, ne, njene agende ostajajo kar iste, ne. Ja. Pametna ni nič bolj kot prej, neumnosti počne skozi, najprej je sicer družina ščiti, pol ne ščiti več, ne. Ne vem, tudi kakšen Tyrion pač je doživel pretrese take drugačne, ampak je on res drugačen človek zdaj zaradi tega? Dobro, neka Arya Stark, ne, Ja. je pa precej od tistega izhodišča, recimo, ali pa, no, tale njena sestra. Ja, ta, no, zdaj se bojo vsi zgražali, ne, kako sem to pozabil, ne, ampak res za imena sem malce grozen, ne. Sansa Stark, ne. Ja, no, tako nekako, tako. Ja. A recimo, ne, ker ti pišeš tudi tele kratke, ne? Ja, ja. A ti to pa tudi ful pomaga pri pisanju, pri drugem pisanju? Se pravi, ker pišeš kratke zgodbe, napišeš na en kratko zgodbo, itak je kratka in mora biti smiselna, ne? Tle ne moreš neki zaplest se, ne vem, v pičko mater, ker bo nerazumljiv verjetno. Ti to pomaga v smislu, ne? Sistem, kako bi rekel, piliš svoj kreft pisanja, veš? Gotov, ja. Čeprav so tele kratke zgodbe bile zame za zdaj kar en tak en vir ene ponižnosti, bom rekel, še posebej do romana. Zakva? Zakaj? Jaz sem tako, ne, kako sem jaz prvi roman pisal oziroma se ga lotil, ne. Jaz sem prebral, recimo, bral sem tega Gospodarja prstanov, pa kaj sem še bral, od Dana
Simonsa sem bral, določene romane, pa tako. Tudi fantasy roman. Ja, to so sci-fi. Pa Steven Donaldson, recimo, on ima nek to, mislim, da Ill Earth Water, nekaj tacga. In tudi tisti prav temačen fantasy. Ne? On ima super, njegov lik, ne, je tako en tip, ki v tem času dobi gobavost, ne? Tako v sodobnem času in pač, ker ni bila zdravljena, se ga res prijela, neke prste pa nekaj izgubi, nekaj malega, žena se v celo od njega froca vzame, v glavnem tako downhill totalno, ne? Potem nekaj tam nekje, ne vem, pade v nezavest in ga prestav v drug svet, ker najprej na punco posili in potem se začne naprej. Tako. Okay. No, tako, ne. No, in jaz sem to bral, ne, in potem sem videl še ta film, Gospodar prstanov, ta prvi, ki je bil, pa to ne čist pošizil, ne, neke babe okoli skačejo, pa ne vem kva, mislim, tako tisto čisto nerealistično. Čas je za en true stuff, ne, in ta true stuff bom napisal, yes, ne. Ja, pizda, dobra mentaliteta. Ja, dobra, ampak, ne, to je tako, tak odnos sicer sproducira rezultat, ali je ta rezultat kakovosten, je pa drugo vprašanje, ne. Ja. Tako, no, in ta kakovost, ne, je tako. Kar si rekel, kratke zgodbe, kako se zdaj to nani nanaša. Ne? Jaz sem ene par res dobrih kratkih zgodb napisal. Ena je dobila nagrado, prvo nagrado na Beltrini predlani, ena tam na nekem literarnem tekmovanju, drugo mesto v Sveti Trojici, pa se ne vem. Bi človek lahko rekel, da ti to kar gre. Ja, tako. Ampak to mi je dal v bistvu pol tudi en nov upogled na moje to pisanje romanov v bistvu. Tisti je pa tako, ne. Na mesto dosti razdelan. A so liki dosti živi, a so dosti pravi, a jih jaz dosti poznam. A znam jaz to kredibilno napisati. Ja. In recimo, tudi stvari, ki se zdijo, oziroma literarna dela, ali ne bo to film, kultura, ne bo to film, ne bo to tekst, ne. Gledaš tako nekaj, ja, sej to je to, ne, to je to, ne vem. Berem kakšne Francoze, ki so meni ful dobri, ne, in to je Kaputrček ali pa King ali pa kdorkoli bi rekel, ne, ja, sej, to ni problem narediti, kam. Se pa usedem in recimo ene par teh kratkih zgodb mi je res dobro uspel, ker za moje pojme kratke zgodbe zahtevajo pač manj energije, ne. Sedeš se, večer, par ur, 3-4 viski in cak, ne, imaš rezultat, ne. Roman zahteva pa pač veliko discipline, pa vsega tega, pa res eno globalno izdelanost, malo psihoze se mi zdi, no? Da v bistvu živiš te like, ne. Ja. In če tega ne živiš, pol je pa to lahko bolj drugorazreden material, ne. Ker je že zmeraj lahko zabaven, pa spodoben, ampak drugorazreden. Ja. Tako da ta odnos je bil tako, no, po ene par teh res dobrih kratkih zgodbah, če se vprašam, a je recimo tekst tega zdajšnjega mojega romana na isti ravni, ja ni, ne, ni. Precej slabši je, precej bolj preprost. Ja. Je pa vedno vprašanje, kako zavibrira v človeku. Imam ene par hudih fanov tega mojega materiala, fantasijskega, pa tudi seveda kritike, kar je čisto normalno. Ja, to mi tudi pri tehle tvojih kratkih, veš, ki jih na Facebooku objavljaš dosti. Pa je kul, ker si dovzeten na komentarje, ne? A veš? Objaviš pa, ne vem, ti folk komentira od spod, ne vem, kakšen ti napiše, ful hudo, ali pa bilo kaj, ne, ali pa karkoli ti napiše, ne. Veš, nimaš blokiranega folka, ne. A ja. Meni se pa ne komentira, jaz samo objavljam, jaz pišem, tle imate, berete, jaz sem bog. Ja. Veš, to se mi zdi ful kul, ne, ker dosti ljudi v svetu pisanja, itak ne vem, ker nobenega ne poznam z izjemo tebe, ne, da piše prav, ampak tako, sem pa kaj pa poznam kakšnega, ki se kaj z muziko ukvarja, ne, pri teh je pa dosti takih, ki v smislu, ne, te vpraša za mnenje, ne, ampak on pričakuje, da mu boš rekel, da se to je pa hudo, ne, in če mu ne, Bog ne daj, da mu skurcaš, veš, je pa užaljen, ne, ki je še na uni ravni, ki pač se ne zaveda, da mislim, če vprašaš prijatelja, sploh ti bo prijatelj povedal, ne, pa nima smisla enega vprašati, če ne boš feedbacka spuštval, ne, pa kakršen koli že je, ne. Ja, jaz sem imel, se pravi, prvi roman v tem smislu je to prava stvar za te moje stvari. Jaz tudi, ko sem dobil popravke od urednika, jaz sem tako švical, ka neumen, res. Sem gledal, malo sem odpiral Word, malo sem ga zapiral. Ni bilo lepo, no. Ne. Ego je trpel, je zelo trpel. Se to pa verjamem. Ja. To pa verjamem, ja. Sploh, ker verjetno narobe razumeš, ne, v smislu. Ma čist, lej. Ker niso oni zato, da bi ti skurcali tvoje delo, ne, ampak da te opozorijo na to, kaj je dobro, pa kaj ni, ne. Lej, jaz sem mislil, da sem nek genij, ne, zdaj bom tle to neko čist novo stvar pripeljal, ki je nora, ne. In te
zablode ne ostajajo v ljudeh. Ne. Jaz poznam ljudi, neke pisce, ki mogoče, mislim, ki niso pri kakšnih založbah izdali, ampak pač svalkajo te tekste tam amo, kakšen gre v samo založbi ven in tako ne. In to imajo tako zelo razdeljene teorije zarote, ljudi pri koritu, ne vem, Ja, itak. sistemskih Standard. pijav, ki jih ovirajo, ampak v bistvu tisti tekst ni berljiv. Ne. Ja. In ja, pol, če ne zmoreš te samo kritike, to je tako dobro, a veš, kaj nekdo reče, to mi je ful dobro, kaj nekdo reče, recimo, če ne zmoreš samo kritike, ne, kaj zdaj to pomeni, ne, človek se tako razlaga, ja, ta človek pa, nekdo, ki je to izrekel, ne, on je to prerastel in ne vem kva, ne, Ne. on je posebej narejen, ne, Ne. pač, ne, tako, ja, pač, so ljudje, ki pač te samo kritike ne zmorejo in jim zato ne moramo nič očitati. Ja, pač trpijo, bogi reveži, bi rekel. Ne. Eni pa, ki samo kritiko to zmorejo, Pa se itak, mislim, če ti narediš nekaj, kar si s srcem naredil, pa te en skritizira, se malo bo bolel, ne. Sam, ne vem, recimo, če si star 16 let, pa se ti to zgodi, bo bolel, ne. Pri 30 bo pa majčkeno bolel, ampak boš to drugače razumel, ne. Boš kaj iz tega ven potegnil, ne. V smislu, a veš. točno tako, pa v bistvu se mi zdi, ne, da pol s časom postaneš bolj suveren. Ne. Ja, In pa rastaš, ne. ja, in Razvijaš. veš, recimo, ne vem, tale tekst je pa spodoben, ne, pa nekdo, mislim, in za neke tiste ekstremne, ki niso kritike, ki v bistvu napljuvani, si pol čist imun, ne, to je totalno sranje. Če nekdo, ki reče, da je nekaj totalno sranje, ta človek nima pojma. Ja. To ni nobena kritika, to ni noben Tako. argument. To je pač mnenje. Tako, pa imaš na drugo raven, ni mi bilo všeč, ok, ni ti bilo všeč, a lahko veš zakaj, ne vem, pol mogoče tretje pa že, tole se mi zdi preveč, to se mi zdi Ja, premalo, ja. pa je pa še važno, od koga to pride. Ne. Ja, No, in še, da mogoče zaključim tisto zgodbo od prej, ker sem rekel, tiste kritike, ki sem ene 2 leta pa pol gledal. Ne. Jaz sem pol večkrat šel tudi pol na tečaj kratke zgodbe na hrvaško, ki je bil sicer hrvaščini, ampak meni hrvaščina gre zelo dobro, tako da to smo kar fajn furali tam. In en večer so predstavili neke avtorje sem pa tja, pa je pol tej voditeljici prišel na hod, da sem jaz te neke romane izdal, pa tako, ti ki je prebral, ali kvabi, ali kako, sem rekel, veš, kaj bomo mi naredila, danes se bo sedla, pa bo pa obe kritike od prvega pa drugega romana prevedla. Ona tam prevaja, ne, jaz ne pač narekujem, ona prevaja, malo, tako pride tako nekje do polovice, te ta prva in ona tako, paš, te je nabil, ne. Ampak, a veš, ko smo to brali, koliko smeha je bilo, Ja. meni je to tista, Bravo, the ja. right stuff, to je to, a veš, ne. Hudo. Tako da ja, no to je pa ta končni rezultat. Da povej, v teh delavnicah, ki povej, pisanja. A ja, Recimo, ne, ja, en, ki se hoče ukvarjati s pisanjem, pa to, mu to verjetno priporočaš. ja, ful. Čeprav se mi kuj ena Ja. opomba pržge, Aha, a veš, no, ne. kar. Pač ljudje ne marajo kritike, ne. Ja, Ljudje itak. od duše ne Itak. marajo kritike, ne. Sam kurba jo moraš Ja. sprejeti, ne, nekako. Ja, mislim, ne, to zna biti težko, ne. Ja. Ja, jaz sem, Ker to si, se pravi, ker si ti začel pisati, nisem nič imel te Nič podlage, ne, ti nobene. si pol šele. Ja, pol sem šel, ja. kasneje. Jaz sem v bistvu, po mojem sem ta prvi roman sem pisal tam nekje pri 25, 26, 27, tam nekje. Pol sem ta tekst oddal, pol sem pa v bistvu šel na delo delati, na časopis in potem sem tam ful pisal. Ne. In ker sem tam pisal, pol nisem zase pisal, bi rekel, 5-6 let. Pol pa sem v bistvu tam zamenil delovno mesto in je bilo pisanje praktično ni bilo več, bilo je bilo tako neko uredniško delo in pol se je pa to spet odprlo, bi rekel. No, in pol sem šel na to eno delavnico na Hrvaško. kako to delih na Hrvaško, pa lih na to, a čus, Ja, to kriva je moja megalomanija, ne? Ker jaz tako nisem začel s kratkim zgodbam, ampak je roman. Ne? seveda. Tako, književni Ja, ali roman. orank ali pa nič. Ja, ne. orank ali Ja. pa nič. Ne? Tako, kaj bomo, a bomo najprej en komad ne, album bomo posneli. Tako. To je prva stvar. Pa tako, en mesec se bomo ukvarjali, kako bo naslov albuma. Ja, To. hudo. No, in pa je bilo ful zabavno, jaz točno ne vem, kje so se spoznala. Obstaja en zelo eminenten predavatelj z Filofaksa, Andrej Blatnik. On je tudi tako ta velik kaliber na področju literature pri nas. In jaz sem se enkrat nekako, ne vem, spoznal s tem Andrejem. Ne.
In to je ful smešno, ne? Ker jaz sem bil tako študentskih let, ampak meni je bil tisti, Andrej, greš na pijo. Mislim tam, ne, na filofaksu tam stotine, verjetno švicajo pred njim, ne, jaz pa tam, Andrej, tako, a ti predaš, a na filofaksu predaš, kaj pa predavaš? Lost soul, ne. No, in neki kreativne delavnice, pa to in prav on, veš kaj, jaz pa predavam na Hrvaškem tudi, imamo letos en teden kreativni delavnic in bom predaval kratko zgodbo, ne. Dej prid dol, ke pač ti bo to prav pršila, ne, in tako pa tisti let niti neki nisem imel s tem poletnim počitnicam organizirano, in potem sem šel na to zadevo, ne. Ampak seveda, ker sem megaloman, nisem pisal kratke zgodbe, ampak roman. Ja, normalno. Tako, normalno, ne. No, in dol je bilo tisto je bilo prav čarobno, ne, jaz moram reči. Namreč, jaz imam tako kar ene take malo fobije do sveta, recimo, ne. Podeželje mi je tako scary, recimo. V smislu, kaj, tukaj se res ne dogaja umori, če to misliš, pa ne. Ne, jaz sem o tem prepričan, tako. Pač tisti rdečelični zapitek, ne, ki te zamenja za pujsa in te pač odpre od popka do vratu. Tako nekako, ne. Obvezno v oni delovni, pa je v tuti, ali že kaj je že, ne. V kombinezonu. V kombinezonu, tako. No, ampak ja, no, in logično, do Hrvaške pa podobno, ne. Jaz ko gruntam, veš, ko sem šel dol, gruntam, ne, okej, vem, da je na delavnici 24 ljudi. Verjetno bo tako, pol bo žensk, pol bo tipov ali pa tam, ampak zdaj glede na procente, ene dva bosta ziher nacionalista, ne, in to težka. Čakaj, no. In pol tako, ne, saj čez dan bo še v redu, ko bojo vsi trezni, ampak zvečer, veš, ko vžge slivka pa to, ne. Ja, meni, mogoče kar ne povedal, da sem iz Ljubljane, ne, a veš. Tako da sem dejansko sem na to pomislil. Ja, sem, ne. Eden bo tam potegnil ven šahovnico in evo, bi Slovenca, Sveta Gera, No, izkušnja je bila malo drugačna. Recimo, že ko sem bil, sem prišel dol šel sem z vlakom na železniško v Zagrebu, ne, tam smo se dol lokomotiva majhna, tam na zagrebški postaji. In tam nek taki, tako zanimiva kombinacija bila, ne, stojite na 2-3 moški, take narkomanskega izgleda in neki vlečejo tam, ne, ker je lahko, morda je zeleno, morda je tobak, ne. Ampak to je v redu, to zgleda safe, ne. Ja. Zraven pa še ena tista, veš, una prelestna lepotica, ne, ki se je od enega od teh narkomanov poslavlja, ne. In to je punca od enega od teh, ki so šli dol, ne. Jaz sem bil po njem četrti ali nekaj takega, ne. No, in dol je bilo pa res, pač to ni bilo, ne vem, 24 ljudi z ulice, to je bilo 24 ustvarjalcev, moško-žensko razmerje je bilo odlično, mislim, da smo bili na 4 tipi, ki smo vsak dan pobegnili v lokalno beznico, da smo se malo odpočili od vsega tega kokodakanja, drugače pa uživali kot pujski. Imeli smo odlične predavatelje, v bistvu pri nas imamo tale Blatnik, recimo, te tečaje kratke zgodbe na eni pravi ravni, bom rekel, ne, da zna povedati, da zna analizirati, on je literarni teoretik, ne. Te, ki so tam predavali, pa prav tako, ne, ali so bili to avtorji, ki so izdali več romanov, kakovostnih romanov, ali pa so bili tako tudi akademsko zelo podprti, no, in tudi zelo delovno je bilo, ne, pač zjutraj smo vstali, 4 ure predavanja, domača naloga, ki sem mogel v 2-3 urah napisati, popoldne branje domače naloge in potem domača naloga za jutri zjutraj. A dejansko? Ja. V teh 4 urah predavanja ste imeli pa kaj, pač tako različna predavanja, različna področja? Ali... Zelo ful je bilo praktičnega, no? Ful je bilo praktičnega, kaj pa vem, kaj bi ti dal kakšen primer. Mislim, da mogoče samo prvo je bilo, mogoče malo teoretično, pa skoraj sama praksa, bom rekel, ne. Pač neke vaje take drugačne, da se pol spomniš, kad tekst pišeš, da se spomniš na te stvari. Ja. Ampak dejansko cel dan zafilan. Ja, cel dan, zvečer pa seveda pijanka, ne. Pa niso te odprli, ne? Ja, nisem me odprl, sem pa že prvi dan pustil vtis. To ne vem, če je za veter. Seveda je, ne? A da je? Ja. Jaz mislim, da je. Jaz sem bil seveda prvi dan pod stresom, ne, ker jaz sem pričakal, kdaj bo kakšen šahovničar ven vletel. In jaz srečko zvečer najdem tam Balantansa, ne.
In tam ti si tako nekaj za skupno uporabo, pa sem jaz to hitro, tako malo zasegel, pa si čistaka točil. Ne. In zvečer smo imeli neki kviz, ne, ki ga jaz seveda nisem kaj dosti razumel, zato ker tako 80% so bili hrvaški avtori, pa 20 te tuji. Ne. In a veš, kaj se včasih zgodi, mislim to, ko je prostor, ne vem, neka družba, je šunder, Ja. pa na trenutek se vtihne, pa nekdo nekaj reče, pa vsi slišijo, ne. Pa je spet šunder, no. In jaz tako tega balantansa je bilo že kar precej, ne. In jaz tako gledam tam, ne, oni tam neki tekmujejo, rešujejo, te grupice imamo, ne, tekmujejo na tem kvizu. In tam neka beseda in jaz tako prijetno mehak že, ne, bla, vse vtihne in jaz pa, šta je to stidnica? In pa tako, a veš, folk manj rodno, folk si malo začne reči in potem mi, amben kurbež tega ni hodil povedati, pač ni. In pol me sprašujejo, ne, pa jaz tam dol ni bilo, pazi, ni bilo neta, ne, da bi jaz lahko to pogledal, ne. Aha. In samo, kaj ti misliš, že je to? Ja, pač, ne, mislim, stid, sram, ne. Pač to je cerkvina prostor, ne, ker ideš pa se stidiš. In mislim, to je bilo, folk je crkal od smeha. Ne, potem sem gotov, da je to neka stara beseda hrvaška za specifičen ženski razplodni organ. Ne, tako nekako. Tako da hitro sem pustil vtis. Zdaj, a je bil ta dober ali slab, ne? Kukarkoli. Vtis je bil, tako. Kar je v redu. Tako. Ne? Ja. Kar je v redu. Pa i tako v takem humornem smislu, tako da to sigurno. Ja, Dobro. ampak polk sem gotov, kaj to je pa to, pa ti malo si, ne, a veš, malo si napet, ne. No, a vidiš, ne, če te pri tem spodrslaju, ne, ni noben šahovničar razrezan, ne, Ja, pa si bil varen, ne, pa sem počasi gotov, da to ni čisto. da ni, ne. Ja, da ni čisto. No. Bili smo tam v tem Zagorju, je bilo zanimivo. Fulno. A v Zagorju ste imeli to? Ja, Gorski Kotar. Čakaj, jaz sem to čisto pobrkal. Mogoče bo kakšen budal čisto Pojma nimam, ampak pošizil, če sem pobrkal Zagorje pa Zgorje. Ali pa... prijatelj ima v Zagorju vikend, oziroma To je pa njegov fotor na ima. hrvaški meji, malo čez. Ja. A je, no pa je to. Ampak gor, ne? Ja. Ja. Što je- Ne dol proti morju, ampak gor. Što je izrezal? Zakaj? Moje geografsko, ne Oh, te znam. star, da če gre zdaj le geografijo načeti, da sem čisto kul. No, v redu. Res čisto. V redu. Imam pa tam v kotu zemljevid sveta, ga lahko če kul slučajno. Ja. Ja, tako, evo, moje izkušnje z izobraževanjem. Ej, kva pa to, ki si prej liho mes rekel, da si neki cajt si na delu delal, ne? Ja. A veš, kva se jaz spomnim? Kva povej? Jaz se spomnim, ampak čist mal, tako da ne znam povedati, tako da bom imel kaj dosti smisla, ampak enkrat sem bil dol v delavnici in v delavnici poslušam Radio Študent, zato da je pač tako malo odklop, ne? Aha. Ampak te kurci ful velik stvari pokrivajo, ne? Od ne vem, politike v Afriki do ne vem česa vsega. Ne? In takrat se je pri nas v Sloveniji dogajalo nekaj na novinarski sceni, ne vem kva. Ali so se let je novinarji bilo to? bunili ali nekaj, ne vem kva, skratka, Kjer let je bilo to? pojma nimam. Ja, Ne, pa ker malo jaz sem- težka zdaj. Ja, ne, se po moje se už spomnim. Okay. In pol je neka zadeva bila in tam je bil nek govorc, ki je nekaj povedal in ta govorc je bil ti. Ne? Ja, resno to ste. Hudirja. Ja, Čakaj, nekaj je bilo. čakaj malo. Nekaj je bilo, ne vem, to, ali si na kakšni konferenci pol neko izjavo dal ali prebral ali ne vem kaj, ampak takrat vem, da se je nekaj dogajalo na novinarski sceni, da se je ali uredniški ali ne vem kaj. Ja. Ma zihar je bilo to, pač to, kaj bi rekel, izkoriščenje delavcev, no, prekarstvo pa te zadeve. V bistvu, Ja. čisto simpel povedan, mi bi mogli biti redno zaposleni, ne, Ja, smo imeli pa SP-je pa te zadeve, pa dobivali smo, ne vem, slabo polovico bruto plače, ki mogla biti neto. Ja, Čisto. ja. To je bilo to, ja. To se spomnim, to je bilo na Metelku, ne na Metelku, kaj že tam, blizu Kje? unga Trnovskega zvona. Trnovo mi je kaj, Kud, France. ja, kut je, ja, v Trnovem, Ja, v Kut, Kudu je bilo to, v Kudu je bila ena prireditev, ja, in takrat se spomnim, ja, da Aha. me je tam ena, ja, točno mislim, da iz, Ker meni pa tisto, veš, jaz sem vedel, da ti nekaj za delo delaš takrat pa to. ja. Pa neka, ne vem, tiskalka po radiju ali ne vem kva in samo Petančič. Hudo. Ja, evo, ne, te zgodbe je zdaj konc od aprila. Aha, A to ne veš? čak, je od aprila, se pravi od lan, ne? Od aprila lani, tako, ja.
Aha. Ja. Koliko cajta si pa bil pol? Od 2008 do aprila 2016. A pol kar? Ja, kar. Kaj si pa delal? Ja, najprej sem pisal za ljubljansko redakcijo, kar pomeni, da sem pokril mestno občino, pa javni holding, torej to je, ne vem, LPP, Snaga, vodovod, kanalizacija, te zadeve. Pa ti je bilo kul to delati? Uh, Ali bil tako, mislim, v smislu tvojega umetniškega dela, pisateljskega, Ja, ne? v tem Ali smislu mi- ga to bolj ubija? ja, to ga ubija. Ja. Aha. To je dejstvo. Ne vem, nisem jaz glih tako. Meni je bil ful bolj všeč druga polovica te moje izkušnje na delu, ki je bila pač bolj uredniška. No. Tam sem delal pa na spletu. Ne. In tam je bilo dosti manj pisanja in dosti več koordinacije, zbiranja fotk, ne vem, plasiranja stvari na Facebook, na Twitter, tudi koordinacije med novinarji, kdaj bo kdo kaj oddal. Pa tako, no. Tisto mi je bilo bolj kul. No. Zanimivo, ker so omenil Facebook, ne? Ja. Dej to mi razloži. Kva za boga se dogaja s tvojim privat profilom na vsake tok cajta? Ja, Mislim, a veš, ne, jaz dam, ne vem. pač skenslajo ti ga, vsake tok cajta ti ga skenslajo in pol se recimo- fol buni pizda samo, kva spet naredi, ne? Jaz znam recimo, ne vem, dam ime profila samo Brownie, ne, zato ker ne želim, da me pač tam neki, ne vem, osnovnošolci stokajo, ne, jaz imam fobije, fobije, ne. Normalno. Ja, tako. In potem ne, Facebook posumi, da to ni genuine priimek. Ne. Kako Brownie ni genuine priimka, veš? Ne. Veš, ne. No, Aha. druga stvar, ki pa je, ne, je pa tako, da jaz časem se malo zabavam, ne. In sem recimo v kakšni skupini, recimo, ne vem, skupina Nudim iščem delo, ne. In recimo tam nekdo objavi oglas v Spodnji Zadobrovi, v baru Levček, iščemo natakarico. A veš, in za zabavo tle v tem primeru ni treba velika, ne. Veste, daš odspod sem, potrudil se, da je prvi odziv, ne, da ni nekaj, da potone, prvi odziv daš ko hashtag pa seksizem. No, in pol, ne, kaj je dosti ljudi besnih zaradi tega. Ja, Ja, ne. so kakšen kdaj verjetno prtoš čez tebe. Ja, ne, kaj je poplava teh pritožb, ne, kaj si to naredil že 15-tič. Pa Pol se ukrepa. Pa se ukrepa, ne, pa rabiš nov mail pa nov račun. Ta je pa dobra, ej. Ja, pač, a veš, če človek nima šihta, ne, in drugih pritiklin, torej ne vem, recimo... Familije. No, hotel sem začeti z avtom, ampak ja. Ja. Tako tisto, veš, sen ameriških 50-ih, big car, Avto, familija, družina, tako, bazen, ne. bajta. Pol se moraš nekako drugače zabavati, ne, in to je to, ne. Eno je pisanje kratkih zgodb, drugo je pa tako, da vznemiriš kakšnega, ne, tako, ne. No, saj, ja, zanimiv način zabave, ker v bistvu nobenemu nič ne škoduješ. Ja, ne. Mene je smešen. Je pa kul, ja. Hudo. Mislim, se pa kar nasmeješ, ko to laufa. Ja, verjamem, ja. Pa recimo potem ti administrator pošlje, da smo dobili opozorilo, da je zadeva, ne vem, neprimerna, pa ne vem, kaj pa mu odgovoriš, ne, da v bistvu Facebook je javni prostor, ne, in da bo on ustrezno sankcioniran, če pač ne bo. Suvereno, veš, suvereno. Tako, kul je, no, kul je. Ja, jaz sem pa enkrat, se pravi, ker sem posnel en ta telovaden filmček, ne, Aha, in pol itak narediš eno custom fotko za začetek, da se vidi, ne. In sem eno vajo delal, pač, ne vem, a sem bil sam v majici brez rokava ali pa brez majice. Skratka, zanalaš v takem položaju, da so se malo mišice videle, ne. ja. Ja, in jaz dam pol, ker pol lahko si reklamiraš na Facebooku, ne. Pa sem malo reklamiral, valjda, ne, da čim več folka videl. In to gre najprej prek njih, poti pa oni odobrijo reklamo ali pa ne. No. In mi niso odobrili, ne, s tem, da najprej moraš paziti, koliko teksta imaš na sliki, ne, po procentih ga ne sme biti preveč, to bom zdaj naštudiran in zmer pazim. No, in tam pač mi niso odobrili reklame, pa v spotu smislu se lahko pritožiš na to, pa to, se jaz itak takoj pritožim, ne. Zakaj mi niso odobrili, ne, če vse je po regalcih pa tako naprej.
In njihov odgovor nazaj samo v smislu, je šum tipičen, ker ti ga pač robot poslal. No. Se pravi, ne ustreza našim guidelinom, pa nič v smislu, ne vem, 4. točka, 3. odstavek, sam ne ustreza guidelinom, preberite si guideline in tako naprej. Na kar se pritožim dalje, da če se lahko zjasnejo, da bom jaz to popravil, pa da bom vedel za naprej. Ne. Dobim nazaj isti odgovor, ne. Pa sem jim pa jebo mater. Pač, pa sem se pa razpisal, sem napisal, ne vem, po moje tako ene pol strani na kompu, po angleški tak, ampak da se mi to ne zdi prav, pa ne vem, kva vse je narobe, pol sem jim dal še primere, v smislu, kao, da zaradi golote, ne, da mi niso odobrili. Sem rekel, če se norca delajo, ne, da tam imaš kurbe, dobesedno kurbe, ali pa vse, ali pa babe, ki telovadijo, pa so na pol nage gor, pa ne vem, kva vse. Da meni pa tam, kaj malo roke pokažem, pizda za to, da ne vem, bo ja, mogoče še kakšna punca kliknila, ker sam tipi gledajo te filmčke, ne. Kurba pa vse narobe in takrat sem bil pa besen. In rezultat? Tja, ne ustrezate našim guidelinom. In, a veš, popizdiš. No, to je zanimivo, ne. Mislim tako. To je zanimivo, kar si zdaj povedal, ne. Pa ful imajo luken, ne, da se to tudi zaobiti, kar sem pol ugotovil, ampak. Aha. Ne. To sem hotel reči, ne. Je zadnje čase, meni se zdi, da živimo na takem zelo zanimivem cajtu, ki je težko razumeti, in zadnje čase ful berem ekonomiste. Zdaj berem tega Pikettyja, Thomas Piketty, Francoz, ki je drugač fajn nasadil ameriški model kapitalizma pa to. Pa Sedlaček, en Čeh, ki je ful dober, tudi ekonomijo nasplošno razdelal. Naomi Klein sem malo vzel v roke, čeprav Bog se usmil tistem ben, ki je pri sebi ne mara, ampak sem rekel, treba povedati. Ampak recimo, to je dobro, ne, vprašanje, če imaš nek prostor, v katerem govorijo, sodelujejo vsi ljudje, ne, da je to kakor tisti nek polis, bom rekel, ne, tisti javni glas, ne, kakor Facebook, ne. Kakšna pravila pol tukaj veljajo, ne? Te neolibi bojo rekli, zasebni kapital, da. Sorry, stari moj, če imamo vsi tam odglas, pol bo treba pač en družbeni dogovor narediti, mini družbeni dogovor v tem smislu, ne. Ja. Meni je Facebook v tem primeru zelo dober, ker dejansko dosega ful ljudi in ful ljudi so v bistvu. Največ v bistvu. Ja, največ, ne. Ampak lahko še zmer furajo take scene, kakor si zdajle rekel, recimo. Ja. Pa da ne govorimo spolnost versus nasilje, recimo, ne. Ja. Recimo, ne. Tako da, ja, to so meni ena zanimiva vprašanja zdaj, no, tako ekonomija pa svoboda pa te stvari, tako, no. In to je dober primer, kar si rekel, ne. Kurbe so. Facebook. Ja, korporativci, ne. Ja, torej sej. kurbe. Zanimiva mi je bila ta, mislim, se to nima zdaj v bistvu veze z ničemer, ampak že ta mi je bila zanimiva. Na sliki, katero na Facebooku objaviš, pa če bi jo rad reklamiral, tekst na tej sliki ne sme presegati 20% slike. Ne, že tam je zanimivo, se pravi, ne vem, ne smeš ti čez celo stran svoje fotke napisati v smislu, kaj se jim. Pegasti badel je dober za to pa to. Pač ne smeš. Ne. Lahko napišeš na majhno, na veliko pa ne. Pa sploh nima veze pomen teksta, ki ga napišeš, karkoli, sam tako, ne sme presegati. Tam je malo, ne razumem zakaj, ne. Tega res ne razumem. Ampak dobro. Ja, no, zakaj? Zato, ker potem bi verjetno to neke tržne deleže njihovega marketinga prizadel, ne. Ali pa mogoče kakšne algoritme, ne. Mogoče imajo tudi algoritme na podlagi teksta. Po moje bolj kaj v tem stilu, kakšnih algoritmov. Ja, v glavnem, ne, omejujejo svobodo, ne, in pa praviš, ja, si greš lahko drugam, stari, kaj pa če ni alternative, ki sega enako daleč, ne. Ja. Sam, a veš, jo omejujejo, pa jo ne. Zato, ker noben te ne prisili na Facebook, ne. Ja, ampak to je točno to bi rekel, ne, če je Facebook edina alternativa, potem nimaš druge izbire. Isto je, ko pravijo, ne vem, ti hočeš socializem, zakaj pa hodiš v Lidla kupovati? Ja, stari, zato, ker sem Lidl tle. Ko bomo imeli pa komune, bom pa v komunah. Čeprav jaz nisem drugače za te stvari, da ste razumeli. Ja, ampak tako, ne, da ti sem tak argumentek, ne.
Ja. Ja. Je pa, dobro, zdaj ne vem, ker že dolgo nisem gledal, ampak par let nazaj, recimo 2 leti nazaj, je bil Facebook še kar daleč prvi, no? Tako po popularnosti oziroma po številu uporabnikov. Ne? In v Ameriki, in nasplošno po celem svetu. To za Ameriko me je malo fasciniralo, ker tam vem, da so na Twitter čisto sekani. Je Twitter tudi na drugem mestu bil takrat. Ampak za Facebook sem pa mislil, da je manj Amerike, da je bolj Evropa pa drug del sveta vsekan na to. Lik zaradi Twitterja. No. Ampak gre pa nekako, ja, Facebook, Twitter, Instagram. Čeprav Instagram raste, ker se nekako tudi, a veš, zdaj že od začetka je bil Instagram v smislu sam, ne, si objavil fotko in to je bilo to, ne. Pol so naredili, da si lahko video objavil. Pol so naredili, da si lahko objavil video dolg 1 minuto. Pol so naredili, da si lahko tudi message pošiljaš tako privatne, kot po Facebooku. Ne. Ja, ja. Sam sej Instagram je od Facebooka v smislu, ne, tako da imajo dosti istih funkcij. A da je, ne vem, veš, Ja, v detalje se ja. pa na te stvari po številkah, pa to se pa res ne spoznam. Se jaz tudi niti ne po številkah, ampak tako malo po grafih, no, vsaj, če to še danes drži. Po moje, da ja. Ampak ne vem. Pa sej le, če Borut Pahor tvita, ne. Pa vsi, kurba, politiki, pa policija, tam je najbolj nora. Karkoli se v Ameriki zgodi, Ja, ne, a veš, mislim, in točno to je, recimo, kako to pol ni več javni prostor, ne, če neka javna služba, kot je policija, uporablja ta medij, ja. je vedno manj zaseben, vedno bolj je javen in potem morajo pač ta pravila, ki za javne storitve veljajo, veljati. Veš, kaj so naredili? Ne vem, če bo znaš, en Tipson je nek Milo Yiannopoulos neki. Yiannopoulos, ja, poznam ga, ja. Poznaš ga? Ja, ja. To veš, ker so ga takrat iz Twitterja banali. Vem, ja. Katastrofa. A veš, on ni nič, načeloma ni on nič tazga naredil. Evo, in točno tu, recimo, on je pač en trola, ne. On je Ja, trol na itak. hard, ne. Ampak načenja določene dobre vprašanja, točno to vprašanje svobode govora. Ne? Če Ja. on reče, da je una, ko je v Ghostbustersih igrala, ne? Da je Ja. opica, ne? Tako. Kaj to zdaj pomeni? Če to je javni prostor, se ga iz javnega prostora ne sme benati. Točno tako. Pa če bi jaz to Twitter- rekel, sem bene dvignil. Ne? Twitter ni javni prostor, mogoče bi pa mogel biti. S tem, da v družbi, kot jo imamo, ima ta ženska še zmeraj možnost, da ga toži zaradi razžalitve. Zlahka. Absolutno. Ne? Tako da, ja, dober primer. No? Ta je bila meni kar tako, dosti divja, no. Mm Ker kdorkoli drug bi to rekel, a veš, Ja, no, lej, ne bi bilo nič, ne. A veš, to je točno tako, bi rekel, ta razlika, to je pa tudi v bistvu breme javne osebe. Ja, Ne? absolutno. Ker to se vidi, pač ne bova šla čisto v detalje, ki mi ni všeč, da grejo v detalje, zdaj, ki je bila ta scena, ne? Dol na Dolenjskem. Ne? Koga? Ja, ta mulj, nekaj junga premika. A to je bilo na Dolenjskem? Ja, na Dolenjskem. Aha, ja. Ne? To je motona čist. Ja, no, sej, zato pustimo detalje, vsi vemo, za kva se gre, ampak to hočem reči. Ne? Jaz sem recimo bral pač te komentarje na tem profilu. Ne? Veš, ljudje so munjeni. Ne? Prišel bom do tebe domov in te bom ne vem kaj, prid sem, čakam te jutri na igrišču ob 2, a veš. Ja. Ne? Meni je fascinantno prvič, kako imajo ljudje tak pogum, na rekovajih, bom rekel, ne? Da tam eno psiho tukaj težiš, ne? Ampak druga stvar je pa ta javna oseba, to, kar sem prej hotel reči. Ne? Eno je, če ti napišeš, tega tipa je treba posiliti. Ja. Si pač bebo, ne? Mislim, moram. Če pa to en Denis Audić naredi, kakor je naredil, takrat, ko sta dva na Jesenicah, na Jesenicah sta eno punčko, dva ubila, ne? To se spomnim, ja. Ja, in on je tam, ne, bojo vas v zaporu rihta. Da ti kot javna oseba, dober, ja. da kot javna oseba pozivaš k linču, ne, to je pa zdaj problem, ne. Mislim, zakaj je problem? Zaradi nekih družbenih norm, zaradi družbenih dogovorov, ne zaradi drugega, ne. Ja. Vedno logiš, ja, svoboda je, vsak lahko reče, kar hoče. Ja, sej kul, reče, kar hoče, ampak lahko pa tudi toži vsakogar, recimo, ne. Ja, to je res, ne. Daj, že recimo midva pri najnih letih, če se va sprehodila skozi Ljubljano, pa ne vem, rekla, miška mala, eni tanke pleše, bo že čuden. Če to reče Borut Pahor, je še malo bolj čuden.
Ja, mislim, če to mi dva rečejo, pač, no, odvisno, koliko je ta miška stara. Ne? Zdaj, Ja, če stara pleše na maturi, ne. Če je stara 6, je malo čuden. Ne? No, Ne, to je zelo zdaj čudno. smo šli v ekstrem. No, tako ja. Ja. Ampak, pač, ne, če je pa 18, plus, pa ok. Ne? Ampak, če pa to reče nekdo, ki mu je tok in tok ljudi, te nacije zaupali svoj glas, ne, Ja. in se obnaša kot en 16-letnik. Ne? Je pa malo divja. Ja, ja. Čeprav se mi zdi, da je od tega takrat dobil več plus pik, kot minus. Se je, Pri folku. sej, s tem je on naš človek, ne, lej, Ja, ja. krvave pod kožo, Tako, superca, tako. tudi na zob ga da, pa ne vem kaj tam, peče krofe tam v nekem zavodu, fuck, ej. pa ne vem, umiva šipe, pa kaj počne, pa ja, super. Ne. Ta njegova kampanja, ki je vse delo, ceste pometu, Ja. ne vem, kva ni, da ni. Pa meni so tako zlali takrat. Ne. Ja, ampak dobro. Ni mi všeč v takem stilu kampanje, zato ker vem, da je vse fejka, ne, ker Točno ni to tako. tako. Ampak že tako vidim, ne vem, mat, babica, pa kakšni te starejši. O, koliko je fejst. Lej ga, poštenjaka. Ja, ja. Ne? Zaviha si rokave, odlično, ne? Ja, sej to je to, folko ni jasen, ne? On viha tam rokave, od zadnji pa tako en te 6 sfurajo, veš, ne? Pa Ja. Evropajo ne vem koliko generacij Slovencev za boljše življenje. Ampak to nikomu ništa, ne? Važno, da imamo unih 50 rodarjev delo, ne? Ja, super. Kaj smo lih, ne? Kaj, kje? Ja, pri politiki, ne. Ja. Ja, ne morva kurt, mem, Trumpa, ne. Ja, ne moramo ne Trumpa. Težko. Ja, prav, ne, skor morva, ja. Ker sem lih včeraj sem en kratek klip iz ene tiskovke slišal dober. Aha, Ne me čisto za besedo držati, ok. ampak se pravi, neki ga je novinar vpraša, neki glede volitev, ne vem kva. Pa Trump je izjavil v smislu, da je on zdaj, ne vem, tako velik landslide, ki je bil, da je s tako prednostjo zmagal, ker ni prejšen ben, ne. Vem, kjer posnetek, vem. A si ga slišal? Ja. No, in na Koliko kar mu- elektronskih glasov je dobil in v bistvu Ja. je dobil Fulman in republikanci in Obama in vsi. Tako. Ne? Ja, Najprej mu novinar odvrne, pa mu pove par primerov, pa se Trump pol hoče braniti, pa reče, mislil sem, ne vem, republikance. ja. Pa mu pa še dva primera navedel, ki so ga vsi postali. Ja. Pa se je pa zgovarjal, da take podatke sem dobil. ne. Ampak tako ful zanimiv. Pa, veš, kaj mi je bilo še bolj zanimiv kot gola dejstva, da so ga pač, Ja. ne, da mu je dal vedeti, koliko je ura. To, a veš, ker novinarji zmer več ali manj spoštljivo, ne vem, gospod predsednik, tako naprej, ful Ja. spoštljivo zmer, ne, govorijo s predsednikom. In pol, kaj Trump njega vprašal v smislu, ne vem, mislim, da se je pol nekako tako ven zvlekel, ne vem, se zmagal sem, a se strinjaš s tem, pa mu je novinar nazaj rekel, ja, si predsednik, ne. Ne v smislu, ja, ste gospod predsednik, ampak pač Ja, ne ja. sam, ja, si predsednik. Ja, Sem ja. rekel, pizda, to pa od novinarja na predsedniški tiskovki še nisem slišal, kaj tako. Ja, sej tudi ta A veš? Trump še ni bilo, ne. Ne, ni bilo. Vsaj v ZDA ne. Ja, v ZDA še ne. Ja. V ZDA še ne. Zanimivo mi je spremljati, pa se ne spremljam toliko, ker jaz nisem lih neki politično naklonjen, pa ne vem, kaj dosti o tem, ampak spremljam lih toliko, da vidim, kva približno se dogaja. Mhm. In mi je zanimivo iz tega vidika, ker pri redko katerem predsedniku prej se je sploh kaj dogajalo tako v smislu, veš, ne vem, koliko je ta zdaj le, od februarja je v Ja, pisarni. Parambermu, ne. Pa je že ful stvari, tako Ja, dejansko se je zgodilo. Obama, Clinton, Bush, Reagan, noben od njih ni bil kaj tako. Ne. Ne. Zadnji, ki je bil Nixon. Ne. Ampak še on je tako, ne, zelo džentlmensko goljufal, ne. Prisluškoval v opoziciji. Ne, ampak, Pritajeno. ja, ne. Ja, ne vem, no, mislim, meni je tako, no. Kaj pa vem, po eni strani zadnjič me je en kolega spraševal, prav, ne, a veš, to je tako, pač dva Slovenca se pogovarjata na pivo, ne. To nista zdaj tako, ne, en dvojni doktor sociologije pa antropologije, drug pa ne vem, član, ne vem, varnostnega sveta OZN. Ja. Ne, domet najnih informacij je omejen. Tako, Ne. tako. Ampak je rekel, kaj ti misliš, nekva bo, ne. Sem rekel, lej, ne, če bi bil to pacient, po moje glih nekega raka ne bo fasu, ne, obsevanje pa to ne bo potrebno, ne, ampak mogoče nas pa čaka en tak fejs prehlad, ne, tako zelo zopren, pač glavobol, pa v nos, bolečine v sklepih, spise revežu, tako, ne. Meni so v bistvu, ajde, no, če smo že, ne, pa gospodu Teju, ne,
Meni so 3 stvari zanimive pri njemu. Ena je, da je v bistvu njegova izvolitev za moje pojme odraz pač nemoči. Ne? Ja. Ljudje so poštekali, ok, Obama je delal, kar je delal, delovnih mest ni več, Kitajska nas bo ekonomsko požrla, prehitevajo nas kao vsi po levi desni, zgodil se nam je crash, Detroit je razpadel, neenakost se veča brutalno. Ja, v kurac gre. V kurac gre in recimo Hillary je tako pač predstavnik te stare garde in Tako. ona eno spreminja. Ja. Ta tip pa prav tist, torej spraznimo močvirje, izsušimo močvirje, pa lock her up, pa to, a ne, juhu, gremo, ne. Ja, Tako da, ajde, dajmo ga izvoliti, ne, mogoče bo pa pretresel sistem. tako je. Čeprav pač, kdor je pogledal Trumpovo preteklost, on je pač en fič-firič v bistvu, goljuf. Ja. Pač tolk in tolk, čisto preprosto goljufijo imel za sabo, raznih stečajev in podobnih stvari. Ja. Nenačelen človek, ampak zdaj to ne pomeni, mislim, ne pomeni, da če je nenačelen človek na čelu nekega sistema, da je to za sistem slabo. Ne, sploh ne. Ja, ni rečen, ne? Ampak ok. Ne? Mene sem to recimo, mislim, jaz zelo razumem to izvolitev, se mi zdi, me je pa recimo malo bilo tako smešno, ker je Trump začel izvajati svoje stvari, ne, podpisovati tiste executive orderje, ne, in vse mu je padlo. Zanj sem gledal eno poglobljeno analizo teh executive orderjev, ki jih je dejansko podpisal manj kot Obama v istem času. Lej, stari, benga efekta. Ja. Ambenga. To je tako, kot bi jaz tam pisal nekaj, ja, pa pač medijsko je odmevno, dober, mislim, ja, efekt je bil tisti, da par dni pač šunih muslimanov niso odpustili z določenih držav, ne. Dokler ni sodstvo. Ja, zdaj ta tretji element, ki me je zanimiv, je pa v bistvu ne samo, da Trump ne izpolnjuje svojih obljub, mogoče jih niti ne more izpolniti, ne. Tudi to je No, važno. to je hitak noben predsednik, načeloma. ne. Tako, ampak meni se zdi, da se on počasi seda, ne. On je tisti, ta goljuf mulc, ki ima polno rit in bogatega očka, ne. Ampak veš kaj, ne, na tem koledžu, kjer je zdaj, ne, mu pa tudi ves denar ne pomaga. Vsi mu skozi težijo, mediji mu skozi težijo, na Twitterju mu skozi težijo, neki shodi so skozi. Ljudje težijo, sitnarijo, rovarijo, analizirajo, sooča se z mnogo boljšimi retoriki, kot je on. Okay, seveda. levica je v razpadu, ne, ameriška, ne, ameriški demokrati so za odpis trenutno, ne, mogoče bo prišel nekdo, ki bo skupaj potegnil. Ampak cel kup je pa teh nekih svobodnih jezdecev, ne, ki ga minirajo levo, desno in, a veš, meni se tudi zdi, da človek lahko tudi zdrži samo določeno število napak in napadov, bom Ja. rekel. Ti greš lahko, ne vem, hodiš pol leta na tiste konference, ne, in saj ti veš, kaj je resnica. Rečeš, zmagal sem z največjim odstotkom elektorskih glasov. Ja, ne, nisi. Ja. Kjer to piše? In to lahko zdržiš enkrat, dvakrat, ne, stokrat, 101, ti pa do P, ne? In kva pol, ne? Tako da, Ni še, on ni tak nikoli še ni bil v smislu. Pod ja, takim pritiskom. ne. mislim, mene vse skupaj spominja na Brexit. Ne, ker to je tudi ta veliki ponos, ne, Ja. tega v bistvu desničarjev, ne. Jej, svoboda, nacionalnost, vse to, ne. Mislim, jaz, da hitro rečemo, ja, razumem, da nacionalne države so v bistvu edina stvar, kar res deluje, ne. Kar se tiče teh entiteta, ne. Dobro, nujno je tudi povezovanje, če imaš ti za konkurenta Kitajsko, sorry, ena Avstrija, ena Slovenija, ena Italija, lej, težko bo tekmovati s takimi, ne. Ja, Ampak ne, kao Brexit, great success, ne, ja, cool, ko se je pa zgodilo takoj potem, ko so ven šli, ne. Ja, oni so rekli, torej prejšnja opcija, fantje, vi se s tem ukvarjate, mi gremo lepo na dopust, ne. Oni pa so se pa samo rotirali, kdo bo zdaj ta vroč kostan prevzel, pa so si ga podajali tam v amo, ne. In zdaj vsi gruntajo, kaj se zdaj zgodilo, neč, uriti boste, ne. Ja. Tako da, meni se zdi, da se Trumpu nekaj podobnega dogaja, no. Možno, ja. Čist možno. S tem, da to so tako, no, to so bolj nianse, ne, sej. Ja. Bo pa, Trump je samo ena zares nevarna stvar za zdaj po mojem naredu in to je, da je, pa zdaj ne vem, mogoče se glede tega podatka motim, ja. vem, da je hotel, ne vem, če je to uspel, pač ukiniti zakon, ki ga je Obama sprejel, ki določa, da ko gre za, ne vem, finančne transakcije in te stvari, za naložbe in to mora, če rečemo temu broker, vedno delovati v interesu svoje stranke. In Trump je to probal ukiniti, ne vem, če mu je uspelo ukiniti, ampak to je pa prva stvar, ki je lahko zares nevarna, ker če tega več ni,
imamo pač novo krizo, ki lahko pride v veliko depresijo, to pa. Sam se verjetno je to, mislim, ne vem, ne, zdaj ugibam, verjetno je to stvar, ki mora čez kongres. No, sej, to jaz upam, da so neke te varovalke vmes, ne. Ker valjda nam šlo čez, če je tako. Ja, bolj Si pa ne jaz bo, mislim. veš, v bistvu pred 2.8 je ta deregulacija bila, ne. Po 2.8 je ta regulacija se malo ukrepila, ne. Seveda lahko spet pade, sam to mi je tako ful nevarna stvar, no, ker to pa mene osebno pač prizadene, ne, tudi v Sloveniji. Če je crash v ZDA, ne, pa ali bo tudi pri nas brezposelnih, ne. Itak. Ja. Ja. Trump, pizda. Je pa tako, ne, sej, a veš, zdaj smo 19. februar je danes. Torej, en mesec je predsednik. Ja. Bomo videli, kaj bo, ne. Ta prvi mesec, kar turbulenten v smislu, no. Sam itak, veš, kaj me zanima, ne, ker slej ko prej se bojo mal, se meni zdi, no, da se bojo mal te pod narekovaji napadi, ker niso napadi nanga. Malo pomirili, malo posedeli, pa me pa zanima, kaj bo, no. A bo pol tako, kot kjerkoli drug kurac, ki je bil predsednik, ne, ali bo pa res še kar naprej kaj rinil s tem svojim idejam, pa bo pa res kaj, ne vem, ekstremnega se zgodil, mislim, v smislu ekstremnega, da ne predstavljam si kaj res tako, res ekstremnega, ampak da mu folk navda v miru, pa se res pol usedel nanga, pa tako naprej. Da ne vem. Ja, Letos imamo pa mi volitve, ne, predsedniške. točno, ja. Se bo Pahor zmagal. Ja, upam. valjda, A ne, da bo. Ja, po mojem bo. Kurva, spet bo, že zadnjič je burgerje pekel. Ja, burgerji, ja, tako je. Ja. Lej, burgerji, to je to. Naš človek. Ja, Ja. sej. Sam dobro, se pri nas načeloma pa res nimalih neke funkcije, ne. Tako. Majhno. Ja, Majhno. jaz se zmeraj sprašujem, zakaj ga pa pol rabimo, ne. Vsega ne rabimo. Imamo državo brez predsednika. Ja, ne moreš, ne. Ja, no. A veš. Rabimo ga itak, ne. Če vprašaš Trumpa, se vse da. Ja. Ja. Ja, sam drugač, jaz se čisto strinjam, da mogoče kakšna druga ureditev bila bolj za Jaz bi imel v parlamentu tako 12 dobrobit parlamentarcev. ljudstva. Nobene menze. Pejte v McDonald's čez cesto. Pa. Menza bi mogla biti odprta za javnost. Tako, točno tako, ja. Ja. To je tudi dobra opcija. Ja. To bi lahko, pa vsak dan tako avtobusi teh naših revnih upokojencev, pa teh, pa bi tam noter imeli lepo. Pa ne poslanci z njimi lepo kosijo, Tako? kakšno življenjsko zgodbo podelijo. A veš, kaj je pa najbolj noro? Ker po moje bi Pahor to počel. Lej, pol bi pa Ja, no. mogoče, če bi pa tam on z užitka sedel, pa vse to, pol bi pa mogoče ga že zelo malo spoštoval. Pa bi ga pa tudi jaz. Mogoče, ja. Ja. Tako. To pa bi. Pahor. Nor. Danes pa res taka klasična. Tle si imel te prejšnje udeležence, Muska, pa šah, pa kaj bo še. Danes pa razturila politika, pa literatura. Ja, no. Lej, Super. se tem zaobdelate veliko, ne? Ja. No, vidiš, pa lahko eno v telovadbi rečeva, ne? Hudirja, dobra. A ti še kaj drugega delaš z izjemo daljših sprehodov? Sklece delam, to je pa to. A res ali kaj? Ja. Ih, In točen dober si. tvoj video me je spodbudil. To se vas spomnim, da ste takrat omenili neki. Ja. Namreč, veš ko, pač preveč sedim, pa sem pa tako ves tak malo pokvečen, ne? In si vzamem tako na kratko, pa jih naredim na 20, pa čez 1 uro še 20, pa ne vem, pa Hudo. tako, ja, mislim, to ni ben optimum, pa nič takega, vem, da ni, No, ampak počutim se pa boljš in mi je super. ker recimo, jaz sklec ne maram delati, ne? A res? Ja, jaz se sklec izogibam, kot hudič križa. A ja? Sklec se izogibam, počepov se izogibam, pa še ene par vaj takih tipičnih se izogibam. Tudi dvigovati se ne maram. Aha. Ja. In to vse me tepe malo, ne, a veš, ker mi to pol manjka. In letos, na začetku leta, sem naredil 3 treninge tako čisto drugačne, nič v zvezi s krogi, pa nič, sem delal sam sklece, počepe, pa par teh osnovnih vaj. Pizda me čisto razfukal, ne, na čisto drug način. Ampak sklece mi še zmeraj niso všeč, ne. Ne vem zakaj, nikoli mi niso bile.
Ja, jaz sem rekel, ne, da hodim tudi zato, ker sem zdaj brez keša. Ne, in Ja. tam imam pač to spodbudo, ne, da pač nekaj prešparam. Tle je pa tako, da lej, me tam štiha tlele pod vratom, pa to ne naredim 20 let, počutim se kot rožca. a veš, Ja. ne. Se to je v bistvu poglaviten pomen, no, tudi pri moji telovadbi. Jaz ne delam v smislu zato, da bi bil bolj zdrav, pa zato, da bi dobro izgledal ali pa karkoli, ampak pač zato, ker mi paše, pa pol se dobro počutim. No, pa naj tebe vprašam, Ja. zakaj si ti začel s tem? S telovadbo. Ja, Telovadbo v tem stilu. ja. No, ti bom povedal. Najprej, da povem za poslušalce, tisti, ki ne vejo, ne, naj grejo pogledat Luka Kroge Suka, da bojo videli, o čem govorijo. Čistko, jaz sem itak skos, no, nikoli ni bil lih prav dolg obdobje v mojem življenju, da ne bi nič telovadil, ne. A veš. No, poj pa prišel tako obdobje. In sem jaz eno leto nisem nič drugega delal, kot samo laufal. Ne? Sem takrat kar velik laufal, ampak nič drugega. In pol mi je že folk mal počasi začel govoriti, da zgledam, da imam raka, ne. Resno. Ne? Jaz sem jim zatrjeval, da sem v življenjski formi, ne, samo veš. Imel sem 10 kg manj, kot so me bili navajeni videti, ne. Aha. Ker sem bil v taki lahki tekaški formi na te relativno malo daljše proge, ne vem, recimo od 5 do 10 km. Aha. In me itak, posušil me je kežida in sem bil suhcan, ne, ker so bili navajeni, da imam nekako normalno roko, drugače Ja, pa to, ja, no, ja. ker sem bil pa čist suhcan. Pa skozi sem malo zmatran zgledal, ne, ker se niti nisem regeneriral dosti in sem mislil, da sem že malo bolen. Ojej. No, pa mi pa kolega, tlele 500 metrov naprej, po cesti na levo stran je naša osnovna šola, ne. In tam so pač malo te štange, pa malo parkec, tako, no, in jaz sploh nisem vedel, da to je tukaj, ne. In me je en kolega, ki je pa košarko učil na šoli, rekel, daj pejte, enkrat greva pogledat, ne, še videl, kaj je dobro, ne, zanimiv. No, in sem šel jaz to pogledat. Sem rekel, nič kurc, se bom pa vsaj parkrat na teden prišel, parkrat dvigant, pa tako naprej, ne, ker tudi nikoli pa nisem bil toliko švoh, da se ne bi mogel recimo 8 do 10 krat dvigant na štangi, ne, to mi je bil nek minimum, ne. Če je pod to padalo, je bila kriza in je bilo treba začeti trenirati, ne. No, in sem šel. In sem se tam malo dvigoval in takrat ti povem, da je vse skupaj so mogoče še tako 3 drugi telovadili pri šoli, noben. Drugače tam igrajo fuzbal, tam mali posedajo, kakšen joint se skedine in tako. Telovadil ni pa skoraj noben, ne. In so me tudi malo čuden gledali, ne. Ampak sem rekel, aj, to v redu, ne. Saj sem čuden, zakaj pa ne. No, in pol sem jaz po parih mesecih, ko sem se sam dvigoval, pa sklet se delal, pa take reči, sem na YouTubu naletel na en filmček, ki je razložil pa pokazal element, ki je pa tako, če si predstavljaš, ali pa tisti, ki slišijo, se držiš za štango in visiš, in pol se dvigneš do toliko, da imaš brado čez, in pol se dvigneš toliko, da imaš rame čez, in pol se tako zarotiraš in se še odrineš od štange in si tako nad štango, ne. In jaz sem se spomnil, ker sem ta element videl enkrat kot otrok enega narediti. Mogoče sem videl kakšen gimnastičen posnetek. Ne. In jaz sem se hotel to naučiti. Ne. Pa itak, ne. Glede takih stvari sem jaz nenormalno preveč samozavesten, ne. In to vidim, da to bom jaz takole naredil, ne, z lahkoto. Itak probam, ni šans, ne, nikakor, pač prav nikakor, ne, nič. No, in pa je bilo treba začeti trenirati za to zadevo, ne. In sem preletel pač cel YouTube, pa vse preštudiral pa tako naprej. In sem to probaval, pa probaval. In približno 3 mesece kasneje meni to uspelo, ne. Pa to je drugače lahka zadeva, ne, to ni težko. To, ne vem, da bi jaz zdajle dobil enega v roke, pa da ni lih za nič, no, da se lahko na štangi recimo 10-krat dvigne, sem jaz ziher, da v enem mesecu to naredi, ne, če mu malo pokažem pa tako. Skratka, jaz sem rabil 3 mesece za to. Pol je pa prek teh filmčkov, veš, naletiš tudi na druge zadeve, ne. Tudi ena izmed reči je bila, ko sva na enem pikniku tlele čez pri prijatelju, ko smo bili pijani itak, smo probali to narediti, da se daš na roke, pa noge dvigneš, kot da bi sedel na tleh,
pa daš roke v boke na tla, pa da se dvigneš, da imaš noge malo od talga. No, pač to je težko narediti, ne. In to takrat nobenemu ni ratal narediti, ne. In tudi to je bil pol ena zadeva, jaz se hočem to naučiti, ne. Kak kurac, ne, se to čisto simpel izgleda. In je to spet trajalo, ne, in pol ena stvar pripelje do druge in zmeraj več novih stvari vidiš, ki se jih pol probaš naučiti in ene ti grejo, ene ti ne grejo. In pol mi pa kolega, ne, glih tako mi je pokazal, da je ta parkec, on je pa Difovc in so imeli tam tudi en izpit iz gimnastike, ne. In on ga itak še ni naredil, ne, ker je zabušant, a ne, če posluša. Ampak mi je pokazal par stvari, ki so se jih mogli naučiti, ne, s tem, da mi je lahko samo tako pokazal, ni mogel on tega narediti. In sem jaz rekel, ja, da sem pa jaz to naučil, mi je zanimiv zgleda, ne, in sem šel to pol na YouTube iskat, pa gledat. In sem rekel, pa to je čisto simpel, ne, to grem jaz jutri narediti, samo da se spočijem. Sem šel probat, ni šlo, ne. In sem pol za tisto eno simpel zadevo rabil en mesec konstantne vadbe, da sem se jo naučil, ne, tako na približen narediti. Pa še nadaljne, ne vem koliko mesecev, da sem se orant naučil narediti. No, zdaj pa pridemo počasi do krogov. Je bilo pa tako, da ne vem zakaj, sem imel enkrat s sabo neke trakove, ne. A sem mislil kaj telovaditi z njimi, ali ne, sploh ne vem zakaj. In sva jih s prijateljem čisto za foro obesila gor na eno štango, ne, da so tako dol viseli v zanki. In na te štrike sem se samo tako z rokami prijel, pa sem skočil gor, da bi se zadržal. Pa se ni dal, ne. Tako so šle roke, vsaka je šla v svojo smer, ni se dal zadržati gor nikakor. Ne. In sem rekel, pizda, to je pa hudo, ne. To mi je bilo pa takoj všeč, da sem toliko švoh, da se nič ni dal. Ne. No, ta drug kolega, še preden se je to dobro končalo, je bil že na netu, je že iskal, kje se da kroge kupiti, ne, gimnastične. Sva na Bolhi najdla ful poceni kroge, sva išla, ne vem, čez par dni že kupiti. Pol sem bil pa zasvojen, ne. Pol pa res, ke na krogih, to je pa tako, ne. Gimnastični krogi so tako specifični, da vsi smo švoh, ne, za kroge, ne. Zato, ker ti en kup takih mišic dela še zraven stabilizacijskih, ki jih drugače ne treniraš, a veš. Ne? In lahko ti, ne vem koliko močen, lahko totalna žival, pa naš na krogih nič mogel. Vsaj od začetka. In to me je res fasciniralo, ne. In ko sem prišel do tega, da sem lahko pač se zadržal gor na krogih iz čist stegnanim rokam, ne, to je point, ne, ker folk jih malo pokrč, pa misli, da je v redu, ne, pa ni, je obremenitev čist druga. In ko mi je to šlo, pa še ena druga čisto osnovna vaja, sem pol začel pa gledati, kaj se da na krogih narediti, ne. In spet, ne da bi me že od prej izučili, ne, vsako reč, ko vidiš, to je verjetno težje, kot v resnici, ne, si misliš, ne, to je ful lažje, ne. In vidim eno zadevo, ki se ji reče back lever, tudi ti lahko pol pokažem, to je, predstavljaj si, kot da na tleh ležiš, pa imaš roke stegnjene ob telesu na tleh, pa jih pa dvigneš gor nazaj. No, pa da bi se zdaj na krogih držal, pa da ne bi bilo tal, ti bi bil pa v takem položaju. A ne? To si pa mislim, tako si predstavljam, ampak ne moram verjeti, da je to možno, okej. Ja, no, to je ena taka, to ni tako težko, načeloma, ja. Temu se reče back lever, ne. No, in to sem jaz, to je postopek je tak, da se najprej to na štangi naučiš narediti, pa pol na krogih, ker na krogih je vse malo težje, ne. Ampak jaz sem za to zadevo, veš, to je bila spet tu na, en mesec, pa me to naredil, ne, kaj pa ne vem koliko cajta sem rabil, po moje 3 mesece, no, pa sem bil takrat že v kar dobri formi. 3 mesece, da mi na štangi ratalo narediti, pa še ne vem, nadaljnje 2 na krogih. Veš, pa gre pa samo še naprej, ne, tega ne zmanjka, veš, ne zmanjka, pa ful je zanimiv, ne. Čeprav to, ne, da si ful stvari opisal, ne, ampak v bistvu opisal si formo, ne. Ja. Kaj pa vsebina, ne, tiste, zakaj? Opisal si, kako si to vse, postopki pa to. Zato, ker toliko paše. Aha, no, Ja. to. Zato, ker toliko sede. To, ne vem, ta najbolj simpel razlaga je res samo zato, ker toliko paše. No, to veš, ja. Ker jaz sem se do zdaj več ali manj še vsake telovadbe, ki sem jo delal, sem se jo naveličil. Naveličil sem se laufati itak, še preden sem dobro začel, ne. Fitnesirati sem se naveličil, čeprav mi je bilo kot 17-letniku fascinantno, ne. Vse, na krogih pa ne vem,
tok sede, lig zaradi tega, po moje, ki vidiš, koliko si šloh. Pa pol, ki si že v formi, pa probaš samo eno drugo reč, pa ugotoviš, da pač si revaš, prav revaš si. Ne? In te kar malo poniža, se mi zdi. No, tako. Pa niso, evo, na krogih zdaj letos maja, po moje, ali kdaj so jih kupila, bo približno 4 leta, mislim, da 3 ali pa 4 leta, no, odkar na krogih telovadam, pa se jih še nisem naveličil. Pa vsaka malenkost ful pomeni, v smislu, boš eno osnovno vajo lahko naredil, če boš imel na, ne vem, kroge obešene na trakovih, dolgih 1,5 m, boš naredil, boš to obvladal, boš isto reč probal narediti na krogih, ko boš imel 3 metre dolge trakove, ne vejo od drevesa obešene, bo neprimerljivo težji. Ne? In je, ne vem, pa dosti reči se je usporedno pri meni dogaja, ne? Se pravi, na krogih pol, zraven sem tudi stojo vadil, da sem se stojo naučil narediti, to je pa tok nor feeling, ne. Pač narediš stojo, to si bog, pa narediš grdo, ogabno, veš, res, ne tako lepo gimnastično, da se razume, pač res grdo. Ampak feeling je pa tok popoln, da je, veš, da zadržiš stojo, ne vem, 5-10 sekund, koliko mi je to ta prvič ratal. To je tok lep občutek, da je, no pa še ena stvar, ki sem jo tudi v prejšnji oddaji omenil, se pravi, na štangi, da se zaguncaš, da se zavrtiš okoli in okoli, ne. To je, jaz sem mislil, da se bom to lahko naučil tako, dosti na simpel, ne. In ko sem to prvič zares probal, sem si preventivno eno roko na štango v smislu ne prvezu, ampak zapevno, tako da če bi se slučajno spustil pri nihaju, ne, da se z roko vsaj ne bi spustil, ne, da ne bi bilo pizdarije. No, in sem se res močno zaguncal, še prijatelj mi je malo pomagal me butniti čez, ne, sam, ko sem jaz prišel tako, da sem bil v bistvu nad štango v stoji gor, sem zmrznil, ne, pač roke so ratale žele, ne, in sem se sesedel dol na štango, ne. Na štango? Ja, dol na štango. Sam sem imel srečo, ker ni bilo, pač iz bokom sem preletel na štango, sem jo dejansko ukrivil, tako prej bila ravna, pa je bila tako, ne, malo na V. In pol sem rekel, ker ja, tega itak ne probavam v telovadnici, vse tam, ne. In pol sem rekel, v redu je, tega se pa ne bomo šli, ne, ker to pa ni, to pa jeba. Pol sem pa čist po nesreč, sem eno drugo zadevo študiral na YouTubu, kako se naredi, naletel na en filmček iz ene gimnastične telovadnice prav, ki pa v bistvu na ful simple zadevo, daš nekaj okoli štange, ne vem, lahko je to krpa, karkoli, nekaj da drsi, se za to primaš, pol si pa na tak ful simple način izgurtno roko gor prpneš, ampak obe, a ne, in se ne moreš spustiti, pa lepo vse drsi, da se lahko ful lepo vrtiš. Ampak pol je pa ta fora, da se moraš zaguncati ko satan, ne, res z vso silo, pa karkoli narediš, pač roke stegnene ravne, ker robot trde in nima biti kaj narobe, ne. In pol sem rekel, nič kurc, zdaj pa čas, da se to res proba. Sem imel spet prijatelja s sabo, če je šlo kaj narobe, ne, nikoli ne veš, ne. In grem jaz tako, si roke prpnem, mi je še pomagal in se jaz tam začnem guncati in sem prišel do tega že, da čutiš še malo pa bi šlo čez, a veš. In je ful psiho feeling najprej, ne, ker si tako, veš. Veš, ti si, ne vem, najprej si tako obrnen, potem pa kar naenkrat na glavo obrnen, pa vidiš stvari okoli sebe, čist drugače pa niti jasen, ker se toliko hitro premikaš, ne. Čeprav enkrat te od odzun gleda, zgleda, da se ti počasi premikaš, samo to gre toliko hitro, da je noro, ne. In pol sem rekel, pizda, tole je blizu, rabim malo pavze, sem šel dol, pavza, pol pa še enkrat, pol sem se pa res pač čist kukar je šlo, pa sem rekel, kar rata, boli me kurac in je šlo okoli, a ne, in pol še enkrat okoli in sem tako ene 3 kroge naredil in je pač feeling toliko dober, da se ne da opisati. No. Mislim, ti bi ga lahko opisal, ker znaš z besedami dobro, jaz lahko rečem, sem toliko lušten, kakor z motorjem dobro čez ovinkle. No, evo, to mi je odgovor, ja. In pol je, veš,
Jaz bi to vsak dan delal, sam ne moreš, ker ti rame sfuka, ne? Aha. Ker je ful naporno. Ampak to je prijetno, res, to je prijetno. Ne? In tudi zaradi tega sem jaz pol začel malo te telovadne filenčke delati, pa to, zato ker tudi, ker sem jaz tam dosta telovadil, pa pol še en kolega, pa še en kolega, pa ne se bilo ene par, pa se je pa še kar mal folk nalezel, veš, pa zdaj pa še tako, še dosta malih telovad, tudi malo zaradi nas, ne. In je dober feeling, a veš. Ne, še tako v smislu, pol, ker tam, ko vidiš, ko se en mulček hoče nekaj naučiti, ker ti že znaš, pa mu malo pomagaš, ne, pa se pa nauči, ne, ful sede. In je lepo pol tudi videti druge, ki jim paše ta stil telovadbe, ne. In je, ni dolgcajt, ni dolgcajt. Sam moraš imeti pa toliko živcev, ki moraš vedeti, da vsaka reč, ki se jo hočeš naučiti, traja v pičko mater. Potrpljenje, ne? Ja, Ja. tudi pri kakšni stvari lahko, ne vem, treniraš pol leta, pa ne boš videl nič napredka, pa bo pa ful hiter napredek v ful kratkem času. Ampak ne zmanjka, tega ne zmanjka. Ne. Pa sploh še na Instagramu, a veš, pa spremljam dosti ljudi, ki se s tako telovadbo ukvarja, kva to vse delajo, ne. Je noro, ne, pa imaš pa še več inspiracije, veš. Pa še tako tam na Instagramu pol komu kaj pomagaš, ali pa drugi tep. In je tako ful prijetno, ne. Kot mal, nam rekel lih občutek skupnosti, ker to meni načeloma nikoli ni toliko potegnil, ne, jaz sem zmer bolj sam rad telovadil. Ampak ja, ful je lepo. Pa dogaja se dosti na tem področju, ne, tudi pri nas. Aha, ja, sej, to verjetno skoraj vsak hobi ima neke te skupnosti in kroge in tako, in da lahko najdeš somišljenike in podobne zadeve, ne. Ja, zdaj sem včeraj, en model, en slovenskega spremljam na Instagramu, Kristjan Gole, nor, ne, tako, kva to dela vse. Midva sva se z njim nekaj cajta nazaj slišala, sva se zmenila, pa se ne poznava tako, ne, samo prek neta, da ko se bo malo vreme naredil, da se bova enkrat zmenila, bova šla skupaj malo na kroge telovaditi, ne, ker on na krogih bolj malo telovati, ostale reči pa ful obvlada, ne. No, in so se zbrali on, pa en drug, ki ne vem zdajle, kako mu je ime, skratka en pacient, Slovenc, ta je pa res pacient, ne, bi mislil, da je bivši gimnastičar, pa moten čist, kva to dela. Pa še ene par takih težko kategornikov, ki so res ful dobri v tem, kar delajo. So se lotili enega skupnega projekta, o katerem nič kaj dosti ne vem, ampak se bo pa zgodil zdajle januar, februar, marec, 23. aprila, mislim, da v Rožni dolini. In bojo v smislu, ne vem, nek showcase, pa malo tekmovanje, ampak skratka tam bojo, ne vem, 4-5 profijev, ki jih boš lahko vprašal, kar češ, pa ti bo pokazali, pa pomagali, pa tako naprej, veš. In je ful cool, no, upam, da bo tak dosti odmeven dogodek, ker so še neki, ne vem, a so s kakšne televizije prišli, ali kva so snemali, so naredili kratek filmček, tak reklamen. Tako da jaz upam, da jim bo to kaj ratalo, no. Šel po moje tudi jaz pogledat, če imel cajt. Da se malo, če se je že tlele, ne, v Zadobrovi, kjer ni noben telovadil, če se je to v zadnjih parih letih malo razvil, pol se bo drugje tudi, oziroma se že je. In je zanimiv. Pa, ja. Poškodbe so dneva, ne. Mene je vmes fukal komolec, sam pač ne boš verjel česa, ne. Od metanja frizbija. Ja, in sem fasil, mislim, nisem bil pri doktorju, sam sem skoraj 100%, da je nekaj od tega, ali teniški ali pa golfovski, no, zato ker sem pač en let sem celal. Ja. In v tistem letu sem jaz zgubil ful, a veš, stoje nisem mogel delati. Ta back lever, ki sem ga prej omenil, tega tudi približno pol nisem mogel narediti, pa mi je bil prej že čist simpel. Pa en kup stvari sploh nisem mogel vaditi toliko cajta, veš, zato ker ful posod obremeniš, dosti sklepe pa tako naprej, ne. Tako da v bistvu zdaj šele letos, da spet začenjam roko obremenjevati na polno, no. Tako da. In tisto je pa malo mem, ne. Ker pot pa, če imaš tako poškodbo, lahko pa res delaš samo take pod narekovaj navadne vaje, ki so meni nezanimive, ne. Do tega mi pa ni, ne, načeloma. Tako da sem jaz v tistem letu ful forme zgubil, ne. Ampak pač jebat ga.
Vsaj nisem se poškodoval pri telovadbi, to mi zelo veliko pomeni, zato ker dosti folka vidim, ki ful pretirava, pa sam čakam, kdaj bo komu kaj ven vrgel. Tole me večkrat spomne, ker sem čisto na začetku sprašoval, ne, kdaj pisati, pa kako pa čakati, pa planirati, pa ne vem kva. Ne. To se mi zdi podoben kot tole. Pri športu recimo, ja, si poškoduješ komolc, pa kaj boš pol? Ja. A boš nehal? Tisti tako, si pol tako, čez 5 let kasneje si, ne vem, v Jurčku na pivu, ne, in kolego razlagaš, ne, da bi bil odličen atlet, ne, Ja, pa ja, tudi ja. ne bi imel tega Birbaucha, če si takrat ne bi komolca Tako, poškodoval. Ne. Pri pisanju se mi zdi zelo podoben. Imaš tudi obdobja, ko ne vem, si mogoče zdi vse, kar napišeš brez veze ali kakorkoli, ali si dobil kakšne težke kritike ali kaj takega. Pa samo vprašanje, a boš odnehal, a boš še naprej pisal in to je to recimo. No. In to se mi zdi podobno. No. Ja, sej, v bistvu, ja. Valjda naprej pišeš. Včasih ti ne da, ne. Včasih tako, ne vem. Ja. Življenje tudi, ne vem, zboliš ali pa ne vem, si brez keša, pa si tako potrd, pa ti kao ni do tega, ali pa ne vem, karkoli, ne. Ampak lej, če si propisno pri neki zadevi, potem to pač počneš, ne. Ja. Sam se, ne, zdaj tako, ne. To je res. Ampak jaz imam vseeno, ne, take trenutke. Lih zdaj sem imel zanče en dan, no, ki je bilo res meglen pa mrzlo. Ampak zjutraj, ko sem vstal, sem rekel, nič danes bom šel telovaditi. In je bila zadeva, da sem, ne vem točno, kva sem, nekaj sem delal, mogoče sem kitaro igral, ali ne vem kva. A ja, ne, nekaj sem bil v delavnici, ja. In pol sem rekel, nič, da bo pa počas čas, da grem telovaditi, ker tako nekako gledam, da do telovadbe, ne vem, 2-krat jem, pa da sem dosti spočit, tako, ne. Da ne telovadim s polnim želodcem pa to, ker ne morem. In stopam jaz ven, v zuno Gabno, sem rekel, ne bom šel po takem, ne, če je pa jutri sonček napovedan. In sem šel gor, malo kitaro primam v roke, sem rekel, pa dobro, nam zdaj tak pusi, ne, ker vem, kam to pele, ne, če danes ne grem, sem že zafukal, ne. Ja. In se preoblečem in stopim dol in sem rekel, ne, danes ne bo šlo in nisem šel pol, ne. Ja, tako da jaz vseeno, čeprav ful zagrem to telovadbo. Antiklimatična pripoved. Ja, ampak, ne, je pa v resnici, ne. Jaz dostikrat, veš, polet, ko je lep vreme, meni itak paše skoraj vsak dan telovaditi. Ampak zanalašč ne, ker nočem pretiravati, ne. Zdajle pozimi je pa tako, da probam pa čim več, ne, pa se čim več ne pomeni vsak dan, ampak ne vem, 3-4 na teden, ne. Ampak takrat, ko mi res ne paše, ne, da mi res ne paše, pač ne grem, ne. Ne grem. Ker poletje je tako, mi res ne paše, ampak še vseeno bom šel pol na en sprehod, pa bom slej ko prej tam končal, pa mi bo pasalo, ne. Zdajle pozimi pa, skoraj vse telo se mora tudi malo spočiti, ne. No, to pa veš, ja. Jaz, zdaj, če bi bil jaz star 18, ne, se tudi malo prej regeneriraš, ker pri skoraj 33, ne, veš. Pa pri mojem spanju, ker spim ne lih kot, ne vem, vzoren kristjan, ne. Tudi kratko spiš. Ja. Spim kot medved. Ja, jaz sem včasih, zdaj imam obdobje, ki bolj ne, tako da čakam, da pride spet ven. Jaz sem včasih spal kot polh. Ja. Ja, tega zdaj ni. Ti šmene. Je, ampak ne pogosto. Tako da pol tudi na te reči gledam, veš, če sem, ne vem, zjeban, raje en dan počakam, zato da grem svež telovaditi, pa lahko vadbo bolj kvalitetno naredil. To ful pazim. No, sej, če imaš tako poplavo treningov, da komot si privoščiš tak izpad, ne, potem, ne. Mene je zanimivo pri teh stvareh, pa v bistvu sej, ja, kakršnakoli veščina, ali pa tako bom rekel, ne vem, meni bo zanimiv, ker sem svoj cajt takrat te treniral, pa smo mogli tudi brati te knjige, pač od teh, ki so na Okinavi, ki so začeli to zadevo, pa to, ne. Ampak kako so to te ljudje živeli, ne, pač to je bilo jasno, da to je bila neka njihova, nič prva ljubezen, to je bilo več kot ljubezen, rekel, ne, tip je pač, ne vem, čez dan je bil učitelj v osnovni šoli, nič, pol je pa prišel dan, so pojedli s familijo gor dol in zvečer je šel trenirati, in je treniral z unim do polnoči in potem zjutraj šel spet v šolo, in ko je dobil recimo ponudbo za premestitev, ne vem, v drugo mesto na Okinavi za boljše plačilo, pač zavrnil. Tako je bil maher, ne. Mislim, tako, se mi zdi, da ljudem marsikdaj ni jasno ta trade-off med vloženim delom in odrekanjem in uspehom, ne. To večina ljudi, mislim,
tudi ene par, ki jih jaz poznam, jim ni jasen, da načeloma, pa ker res nima veze za kjerokoli stvar. Sam, če hočeš biti približen dober v eni stvari, moraš ful enega truda vložiti. Ne? Ful. Pa ali je to, ne vem, vseeno, ali je to en težek faks, ali je pa to, ne vem, kakšen lahek hobi, ampak ni v smislu, da boš ti kar na hiter neki, pa da boš kar dober. Pač tega prav ni. Mislim, jaz še zdaj mislim, da mogoče je eden, ne vem, na toliko milijonov. Ne, ne? Ja, jaz mislim, ampak to že ne. Da imaš pa srečo, da si tist, pa lej, ne, verjetno je bilo v zadnjih, ne vem, 40 letih, mogoče v Sloveniji 5 takih ljudi. Ne. In to je to. Tako. Pika amen. Ne. Ja. Tako, ne. Ja. Moraš vedeti, da ti nisi ta. Ne? Ja, tako, to moraš vedeti. Ja, tako. In s tem se sprijazniti, ja, zna biti težko včasih. Sam je pa, evo, glede tega je pa lahko recimo YouTube in podobne zadeve, kjer folk objavlja to, kar počne gor, je lahko dober, ne? Ker ti misliš, zdaj sem pa res hud, ne? Pa tam vidiš enega, da to, ki se tebi zdi hudo in njemu čist simpel, ne? Pa te malo poniža pol, ne? Pa si misliš, da še bo treba delati. Ja. Sam dost je pa pol, tako kot si že prej omenil, v smislu, ne, po narekovaji teorije zarote. Ja, to zato, ker ta unga pozna, pa ta tega, pa tako naprej. Ne. Je definitivno, recimo, zdaj, če bi gledal muziko, ne, ti delaš glasbo in se isto odločiš, boš posnel plato, komadov imaš dost. Valjda, če si poln denarja, boš v dobremu producentu, v dober studio, dobremu skonterju in tako naprej. In bo verjetno malo bolj slišati, kot če ti sam naredil. Ne. Sam, če po osnovi muzika krep je krep, ne. In obratno, ne. Nekaj časa nazaj, pa ne prav dolg, je bila 30. obletnica komada Od dela se umira. Kaj dela se? Od dela se umira, Jurki in basisti, se poznaš komad. 100%, če bi ga slišal. Možno, ja. Jaz sem zelo barbarski, ker se muzike tiče, to je dejstvo. Ja, no se tudi ta komad je zelo barbarski. Ja, ampak ni tako v bistvu tist, ne vem, Od dela se umira, DJ KS Jomla, remix versus Severina Tarapana. Če ni ta rang, pa nekako je izven mojega dometa. Ampak to mi je ostalo spominu, zanimivo zgodbo povedal, tako je ta komad naredil. Je rekel, sta takrat, ne vem, kada bi rekel on pa basista, ne vem, karkoli, na hiter ta komad posnela, čistko, na hojle dri, ne. V smislu, da ga v ta okol nesla kot demo posnetek, če bi koga zanimal, ne. In med drugim sta šla tudi do enega producenta na radio, pa on tako pogleda, kaj imaš to, pokaž mi, zavrti, dobro, 5, 5. Pa jih je odslovil, no, in točno ta posnetek, tako grob, je pol un model kar na radio začel vrteti. In se je ful začel poslušati in je bil ful wow, veš. Tako, on, ki je pa naredil komad, ne, pa vsakeč, ki ga je slišal sam tist, kva vse mogel zrihtati, da bi bilo res dobro, ne. Ampak komad je zažgal, ne, tak je bil. Tako ful zanimiv. Dele se mi spomnil, lahko še eno pizarko razdreva, če češ. Z lahkoto. To. Super, to, muzika pa vse to, ampak v bistvu se nanaša tudi na to, kar so govorila, rekel, ne vem, pisanje, pa šport, pa predanost, pa te zadeve, ne. A veš, meni je vedno jezil, sem gledal sploh tale naš, recimo, drugi program na RTV-ju, pa tako, ne, ker je tam, ne vem, kakšna divja oddaja z naslovom, ne vem, kulturno popoldne, ali pa kaj tacga, veš, in tam je bil, a je bila ena ženska, moški, tista, veš, una taka voščena koža, une trombozirane žile, une jetrne pege in tam je tako ena mumija umira, ne. In razlaga, ne, kako je tam leta 36 sva bila pri njemu in pol je on rekel, veš, Frančiška, eno vižo bo treba narediti in tako je nastal pol nekaj epskega. Ni važno, nekaj epskega, ne. No, če malo preskočim, jaz sem pred časom enega kolega, no, ravno Gregorja, ki sem ga imel tukaj čakal, da se prikaže na pivo in tam so imeli v tistem pubu neke tele romančke in en romanček je bil od Rolling Stonesov, mislim, da je bil v bistvu kao življenjepis njihovega menedžerja. Tako Rolling Stones je skozi oči menedžerja, nekaj ne stim, jaz nisem tako gledam, ne. In tako prebral sem 4 strani, recimo, in not je bilo pač en moment,
vsi teh momentov je bilo verjetno ogromno, nekega razpada benda, bom rekel. Ne? In potem so spet temu se izognili in spet in skup in spet in skup. Ampak to hočem reči. Ker smo se prej pogovarjali, kako se nekako ne zavedamo tega, koliko truda je nek vrhunski športnik ali pa vrhunski umetnik ali pa ne nazadnje klinc, vrhunski polagalec ploščic. Seveda. Vložil v svojo veščino, da je danes, kaj to je. Ja. In sem grunto, bizarka bi bila, da bi imel tako serijo intervjujev z ljudmi, ki jim ni uspelo. Ne? Aha. In bil tako, recimo, veš, Ampak takim, da so se trudili, pa jim ni ratalo. Vse ni važno, ampak rekel, veš, v nekem vesolju, recimo je bil, ne vem, Jože Makuc in v nekem vesolju on nek komad naredil in to je ta nova Siddharta, novi Modrijani, ampak njemu pač ni uspel. In ta intervju bi tako potekal. Ne? In pol, kaj je bilo? Bili smo pri Jurčku, jaz, pa Mirč, pa Jože in sem rekel, fantje, zdaj pa dosti, zdaj pa napisal bom komad in to je to. In je Mirč rekel in smo tekst nam spisali, in smo, ne vem, kako se pa reče, ne vem, te note, ko se mu reče. Se pač melodijo. Ja, tako melodijo smo izdelali in kaj pa pol? Ja, Mirč je šel nazaj v Avstrijo parket polagati in ta drugi je šel pa naprej študirati, pa otroke pol dobil, tako da je bend razpadel. Pa tako pa tisti, a pa drugače ta komad bi bil uspeh. Ja, vele uspešen. Ne, ampak recimo, veš, da bi imel čarobno krogo, da bi videl, da je ta trojka res imela vele uspešnico, rekel, veš, koliko ljudem ni uspel, koliko žrtev je bilo na enega uspešnega. Pri nas imamo recimo ta Talking Tom, recimo, to je pa zdaj ekonomija. Ja, itak. Ne. To je noro. Stari moj, vrso kapitalizem, vrso podjetništvo, študiraj, trdo delaj in evo Talking Tom, samo štonije. Ne. Sej ne, sam tako, kaj si rekel, ne, ker pomisliš, ne, to je ena aplikacija med milijoni aplikacij. In tako, en muzičar med milijoni muzičarjev. Tako. In en pisec in tako. In to je tisto, ker ti gledaš neuno kulturno popoldne in se sprašuješ, zakaj nisi kjer drugje, ampak vseeno gledaš. Ne? In tisto, pa to je džabe, tam sediš, na nek servet napišeš in imaš Angie napisano in to bojo vsi poslušali. Ne, stari. Ne, ni šans. In fora je v tem, ko si ti bogi jedeš enkrat star 16-17, misliš, da je to res. Ja. To je groza pol. Je, ampak zaradi tega se pa tudi dosti folka pol res lot, ne, zadeve, ker se sicer ne bi, ne. Če bi takoj že kruto resnico, veš, v smislu, ne vem, se bo Janezek bo recimo igral trobento, ne, star je 10 let, no, se je začel učiti trobento, on hoče biti Miles Davis, ne. Valjda, če mu fotor rekel, Janez, ne ga srd, ne, ti pa Miles, veš, to ne bo šlo, ne. Ja. Pa nima veze, koliko zdor ne bo šlo, pač ne bo, ne. Pol bo Janezek nehal trobento vaditi, ne. Če mu pa rekel, lej, ti kar vat, pa bomo videli, ne, kam bo pripeljal, ampak ti kar pridno vat, pol boš dober in tako naprej, ne. Pa bo, ne. Ful všeč mi je tvoj pozitivni pogled, res. Ja, se tako moraš kurc, ne. Ker če ne zafrustriraš človeka. Veš. Ne moreš, mislim, ni da bi človeka zatrl, no, ampak meni je tako zanimivo, recimo, ne. Jaz zdaj nekaj prostovoljam tam v nekem mladinskem centru in tudi imamo neke take projekte in smo imeli en projekt, recimo, da bomo en scenarij naredili za en kratki film. Hudo. Ja, niti ne. Ja, ker tako ne, lej, jaz pač, ko imam neke te literarne ozadje, pa sem malo pogledal, kako scenarij izgleda, pa to ne to, kar so mi prinesli. To je tako, kot bi vzel notno črtovo in not šibrovko nekajkrat v strelu in rekel, to je to, ne, veš. Ta primerjava je pa epska, ne. No, to je to, veš, to je naš scenarij. Ja, lej, sorry, tle noter je tako 12 likov, zgodbe so nepovezane, nič ni jasno, ne. Ampak nisem jim tega rekel. Ja. Jaz sem šel na spodobno verzijo, lej, bomo spucali, ne. Dobili smo se prvič, dobili smo se drugič, dobili smo se tretjič, tako prvič jih je bilo 6, tretjič pa samo še 2 in četrtič ni bilo nikogar več. Ja. Zdaj ne vem, ta projekt mogoče nekje cveti, ne, in bo to naslednji hit, ne, ampak bolj se jim pa zdi, da bo ta opcija, da pač neka strašna vnema je popustila. Ne. Ja, no sej, če je toliko obupno, ne, pol tudi lepa beseda ne pomaga več, ne. Ja, ampak mislim, se strinjam s to spodbudo, hkrati pa menim, da če je človek odrasel, pa mora biti realist, ne, ali pa tako rekel. Ja. Ne, sej v vsakem primeru, ne, tudi zdaj
da bo en tam, ne vem, pridno vado, pa bo dober, ne. Pa, ne vem, ajde, ta tako dobro igra trobento, veš, da jo igra slabš kot recimo njegovi sovrstniki, ki so dobri, ne. Sam, še vsem, ne, bo pa, ne vem, mogoče 3-4 leta dlje vado, ali bo pa toliko cajta dlje rabu, da bo prišel do tega nivoja, da bo pol, ne vem. Sam dobro, to je zdaj tako pri muski. Ti se mi zdi, da moraš čim prej človeka probati do tega pripraviti, ne, da bo začel musko delati. Ne, pa ne mislim zdaj komada vpisati, ampak prav musko, aranžmaje in tako naprej, prav glasbo, a ne. Aj, če mu je do pisanja tekstov, ne, ampak prav glasbo dela. Ker tako se pol ful naučiš, ne. Ker če pa, ne vem, sam drkaš inštrument, tako kot sem ga jaz ful dolg cajta, brez da karkoli komade delo, pa to je pa, ne vem, se naučiš eno tehniko, pa jo znaš, sam to ti čisto nič ne pomaga, če jo ti ne ponucaš pol, a veš, nekaj. Brez veze, ne. Tako da če kakšen, ki je malo slabši, rab malo dlje za take reči, saj mogoče bo pa on musko boljšo delo, kot on, ki zna boljši inštrument igrati, v smislu, veš. Sam, dobro, itak imaš pa pol tudi totalno brezupne primere, ki pa, lej, pej traj, pa smetiva nes, pa bomo dali trobento v kot, ne. Ja, no, je pa tudi res, ne. Ali pa mogoče izate bolj, ne vem, žoga pa košarka, recimo. Pa je tle še ta tretji pozitivni element, ne, če pa človeku to ful paše, pa da v tem uživa in ga to izpolnjuje, ne. To je pa zmaga. Pa dobro, lej, Ja. pa ti tam pihaj noter do bola, Normalno, ne. ja, tako, seveda. Ne, ja, ta element se mi zdi Seveda. pa kul, ja, ne. Ja, Siguren, to pa itak. Če uživaš v tem, Sunday. ja. Sunday. Kam benemu škode ne delaš. Edin malo tema mora biti po moje, da imaš v stanovanju človeka, ki se uči violino igrati, ne. To si pa ne predstavljam, da je prijetno. Ker tam pa ne gre kurva lih slušalke na glavo pa vaditi. Ja, to je res, ja. Ja, no. Sam ja, kurc. Karkoli. Tudi, evo, na mis mava piškote, ne. Piškote, Nugateli cookies. Ja, a veš, da je tudi v to se... To je znamka od Mercatorja, drugače. Ja, Da ne bo kdo mislil, da sva se prevzela, ne. Danes ni razvrata. Pije se voda, pa je se Mercatorjeve piškote. Tako. Ampak, a veš, ne, tudi te piškoti niso kar tako, ne. Tudi v to je bilo kaj truda vloženega, tistega, ki je nekoč prišel do tega recepta za, v smislu, da to je zdaj neka mešanca med chocolate chip cookies pa taki, da so še s polnilom, ne, ampak tudi tle, ne, je trud. Ja, no. Ne, je itak, da je. Ali pa recimo picopeki, ne. Ja, ne, tisti je handcraft, tole je pač nekdo na Poljskem skupaj dal, ne. Ja, sam to izhaja še iz tistih časov, ki je en to na roke naredil. Mislim, tisto ni glih babičini piškoti, ne. Ne, Tako, ne. ne, pač kila cukra. To je pač nek moment akumulacije kapitala. Preveč berem tega Pikettyja za čase. Ja, ampak ja, point je, ja. Brez truda ni noč, ne. Ja. Fak, kako bi rekel, mislim, kakšni nauki, no. Ja, zavestna vdaja. To je prav, danes je tako, to bo lahko kakšno pedagoško gradivo. Pizda upam, da ne. Lej, sva rekla, sva cel kup dobrih načel tle postavila. Ne, sej res, ne. Sej nič slabega nisva rekla. Tako. Ja. Sej, a brat še kaj razdaril? Pa niti ne pravzaprav, ne vem, razen če imaš ti še kaj. Ti nimam zdaj nič. To pa smo, lej. Pa lahko zaključimo. Tako. Hvala za povabilo. Ja, hvala, ker si prišel. Odlično. Pa še kdaj, a ne? Ja, z veseljem, lej.